zakaj sam mladi ljudje pišejo likovno kritiko? Likovno kritiko mora opisati nekdo, ki je star 60 in več in je že vse videl. Če si kurator, ti o nečem odločaš, ti nekaj zrihtaš, napišeš tekst, ki je vedno afirmativen do tega. Če si pa kritik, pa hodiš po razstavah, po možnosti kaj popluvaš, noben te ne mara, noben te ne hoče angažirati, ti si gotov na sceni. No, je zahlih kaj, ali pa nova stvarnost, ali pa new objectivity. Nič pa ne vemo, recimo, kaj pa se je dogajalo v 30 letih na Madžarskem, kaj se je dogajalo v Bolgariji. Vsako stopnišče lahko postane galerija, vsaka sobca ali pa atelje lahko postane artist run space. Jaz običajno nisem bil navdušen nad tem, da umetnik pride v paketu s kustosom, kar se zelo pogosto dogaja. Niti blizu ni toliko nekih random revij, ki bi hotele zastonj pisce, kakor je random galerij, ki hočejo na pol zastonj kuratorje. To, da imaš ti v bistvu razstavo, zraven pa že interpretacijo in valorizacijo te razstave, je kar unikum. Ampak pač tako je v vizualni umetnosti. Ja, gremo mogoče zdaj še na te... Ful bo te rezala. Na te ne bova to rezala, veš? Ne bo to. Po mojem, da ne. Ti Borota Pahorja. Ne, Borota Pahor gre po mojem ali na začetek ali na konc. Stop. Drage poslušalke, dobrodošle v 5. epizodi 5. sezone Kritiškega posladka, podcasta, kjer se na široko pogovarjamo o vizualni umetnosti in z njo povezanimi prilastki. Ta epizoda je tretja v sklopu letošnjega fokusa na kuratorske prakse pri nas in širše. S pozornostjo na kuratorske, produkcijske in ostale prakse v ozadju želimo osvetliti širši aspekt umetniške produkcije, ki je pogosto neopažen, a nujno potreben za izvedbo programov in razstav. Okvirje razstavnih, diskurzivnih in spremljevalnih programov v veliki meri začrtajo ravno kuratorji ali kustosi. Gre za profil kulturnega delavca, ki upira pogled na umetniško ustvarjanje, uperja pa ga od zunaj s ptičjo perspektivo in splošnim razumevanjem tako kulturnega kot družbenega okolja. Kurator ali kustos umetniško delo razlaga, osmišlja, racionalizira z namenom mediacije med umetnikom in publiko. Sočasno pa tudi soustvarja in usmerja razvoj umetniškega področja s tem, da določene prakse izpostavlja in druge morda postavi na stran. Nazadnje smo imeli v gosteh kuratorico Majo Burja, ki deluje znotraj nevladne organizacije. Danes pa gostimo Miho Colnarja, ki trenutno deluje kot kustos v galeriji Božidar Jakac, Muzeju moderne in sodobne umetnosti Kostanjevica na Krki. Preostanek časa pa zapolni s samostojnim pisanjem kritik in drugih sorodnih besedil. Pred zasedanjem trenutne pozicije v eni izmed zelo pomembnih javnih galerij, ki se po spletu okoliščin nahaja na periferiji in ne v centru, je Miha deloval kot kustos še v MGLC, torej v Mednarodnem grafičnem likovnem centru, in v Fotonu, Centru za sodobno fotografijo v Ljubljani. Delo kustosa oziroma kuratorja tako upravlja že od leta 2005 in ima tako za seboj že 21 let izkušenj, mogoče celo več, če je kako razstavo kuriral že predtem. Z Mihom se bomo tako dotaknili teme javnega sektorja dela znotraj muzealskega okvirja in podrobneje pogledali, kako razumeti delo kustosa, tako laično kot tudi popolnoma strokovno in pravno formalno. Pogovorili se bomo o oblikovanju programa znotraj galerije Božidar Jakac, če bomo lahko, se bomo dotaknili tudi finančnega okvirja, ki ga pač javna institucija potegne za sabo, ter namenili nekaj pozornosti tudi pomenu in prelomom decentralizacije. Nazadnje se bomo skušali tudi prebroditi skozi razlike med nevladnim in javnim sektorjem, prednosti, slabosti tako enega kot drugega, ter kaj so tiste največje razlike, pa tudi o njuni vlogi znotraj družbe in kulturnega prostora. Kot vedno vas fehtamo za drobiž, v opisu je link do spletne strani, kjer nam lahko donirate kavo, sprejemamo tudi dejansko fizično kavo, droge, art ali dejanski cash. Dajte nas portret, da ne bomo pregoreli. Lepo pozdravljeni. Poslušate Kritiški posed. Posladek.
Pozdravljen, Miha, hvala, da si se nam prilagodil in se z nama dobil v Ljubljani. Zdaj, tvoj življenjepis je vsekakor že kar solidno zapolnjen in poln pomenljivih pozicij, ki te postavljajo kar v nek ugoden položaj za komentiranje, da se boš z nama malo poglobil v sfero muzejskega in galerijskega delovanja in vloge kustosa in pomagal osvetliti razliko med slednjim in kuratorjem. In glede na to, da si svojo kariero nekako začel pri Fotonu, ki spada v nevladni sektor, si tudi pravi naslov, da pravzaprav odkrijemo, kaj so te največje razlike med tema dvema sektorjema. Ampak, preden se sploh spustimo v vse to, mogoče samo, če na hitro spomnimo nekaj pojmov, tokrat v skrajšani obliki. Celoten uvod v te pojme in razlike lahko najdete v 2. epizodi 5. sezone. Torej, kurator, kustos. Kustos in kurator opravljata podobne vloge. Glavna razlika je, da kustos deluje znotraj pogosto javnega muzeja ali galerije, kjer skrbi za zbirko in jo tudi predstavlja javnosti. Kurator dela podobno, dela razstave, samo da pač nima zbirke. Poskrbi za osmišljanje razstave in mediacijo med umetnostjo in gledalcem. Ok, pozdravljen, Miha. Povej zdaj, a si ti kustos ali si kurator? Verjetno oboje, če je zdaj distinkcija takšna, kot si jo opisala. Mislim, da večina ljudi, tudi ki deluje v javnem sektorju, pravljajo obe opisani vlogi, pa verjetno še kjero zraven. Mogoče še producentsko, pa mogoče še PR-ovsko, pa mogoče še fundraisersko. Nisem si najbolj na tisto vrstnimi definicijami. Ta distinkcija med kustosom in kuratorjem v slovenščini ali pa v južnoslovanskih jezikih nekako zveni smiselno, v drugih jezikih pa malo manj. Tako da gre bolj za semantično stvar, kot za neko resno strukturno razliko. Ok, samo imamo dejansko razliko, kaj nekdo počne, pa kaj nekdo ima, nekdo drug pa nima. Kako se reče kustos v angleščini? Kurator. Ne, ni prvo beseda, druga tudi. Ne, sem zadnjič, ker sem se z Mihom to zapela, ko sem mu pošiljal scenarij, sem šel pol gledat in sem šel gledat v več jezikih, sem šel gledat tudi v italijanščini, pa še španščini in tako. In se kustos in kurator malo zamenljivo uporablja, zato ker sta pač obe besedi nekako zaradi te etimologije same sorodni in potem ni neke definicije, oziroma potem v muzejih dobiš kustosa in, ali mogoče, da je bil kustos kot nekdo, ki skrbi za zbirko, ampak v smislu, da skrbi tudi za restauriranje. Jaz sem ravno kar bil na Nizozemskem, ker je zanimivo, na spletni strani v nizozemščini, kustos v nizozemščini se imenuje conservator. In sem bil najprej zmeden, ker naj bi se dobil s kustosom galerije, ampak sem potem, bi rekel, v funkciji mislil, a je on konzervator. In potem sem dejansko uporabil prevajalnik in je to. Mislim, da kustos pa kurator pravzaprav pomeni v samem korenu besede več ali manj isto. S tem, da pač se je obrat zgodil v Sloveniji v tem, da mi v zadnjih 30 letih še bolj pospešene amerikanizacije uporabljamo pač angleško besedo kurator, rajši, kot kustos. Mislim, da bi bila dobra distinkcija, recimo pred parimi leti sva s kolegom Jakom Babnikom delala intervju z Miškom Šovakovičem. On je v bistvu distinkcijo naredil med muzejskim kustosom pa neodvisnim kustosom. In tu nekje verjetno se odvija distinkcija. Je pa res, da neodvisni kustos, ta freelance curator, verjetno tam do pred 30 let nazaj niti ni obstajal kot takšen. Da je to neka nova pozicija, en nov mediator med umetniškim delom ali pa med umetnikom in med publiko. Ampak ja, to je v bistvu zanimiva zgodba. Ampak ja, jaz sigurno delam oboje. Zdaj, po tej distinkciji, kot si jo postavlja, ukvarjam se z deli zbirk, pomagam ali pa sem udeležen pri odkupih del v zbirke, pač z umetniki, ki niso v zbirkah, delam z umetniki, ki so živi in tistimi, ki so že pokojni. Ampak mislim, da če delaš v muzeju, govorim o muzeju kot likovnem muzeju, umetnostnem muzeju, je skoraj neizbežno, da upravljaš te obe funkcije, razen če muzej toliko velik, da se lahko ljudje diferencirajo. Jaz iskreno če zelo malo ljudi poznam, ki se lahko po tej analogiji samo ukvarjajo z zbirko in čuvanjem in hranjenjem del v zbirki. Verjetno je tega več v nekih drugih muzejih, ali zgodovinskih, ali arheoloških in tako naprej. Zdaj, umetnostni muzeji so vedno zelo živi, ker danes je trend takšen, da praktično vsak muzej moderne ali pa sodobne umetnosti bo imel, če je muzej, torej da ima zbirko, bo imel razstave iz zbirke, bo imel razstave starejših del in seveda to osveževal tudi sodobno produkcijo. Nekako
trendi tako narekujejo in v bistvu je tudi prav tako. No, ampak recimo, če te zdaj Galerija Foton, ki smo jo glih prej omenili, povab, da bi ti imel čez eno razstavo naslednje leto v maju, a bi rad, da te spodaj podpišejo kot kustos ali kurator ali kot sam Miha ali kot umetnostni zgodovinar. Okay. Recimo, kad tam pa tam ti ne boš v nobenem pogledu kustos bil te razstave, ne? Ali pa teh del, ali pa razen, če boš iz svoje zbirke iz Jakca prinesel stvari. V bistvu mi je vse, kak bi me nekdo navedel. Tem se nisem nikoli res tako veliko ukvarjal. Zdaj vprašanje je seveda, ko govorimo o kuriranju razstav, kje je sploh meja kuriranja? Jaz moram priznati, da če bi nekdo pripravljal samostojno razstavo aktivnega umetnika ali pa umetnice, ki hoče predstaviti nek material iz zadnjih 2 let, da je v bistvu že zelo vprašljivo, se tem lahko reče kurator, če je vnaprej znano, kaj bo na razstavi. Kaj se pa pač tu kurira? Bi sam bil kot avtor besedila obrazstavnega? Tudi te obrazstavna besedila so mi zanimiv fenomen, ki so tako zelo lasten vizualni umetnosti. Probamo se predstaviti v neko drugo disciplino. Ko nekdo izda film, pa še vedno samo teaser tekst. To, da imaš ti v bistvu razstavo, zraven pa že interpretacijo in valorizacijo te razstave, kar unikum. Ampak pač tako je v vizualni umetnosti. Jaz dostkrat insistiram, da me ne navedajo kot kuratorje, če sem nekomu samo, bom rekel, interpretacijo ali pa kontekstualizacijo nekega umetniškega dela naredil. Je pa res, da je danes to toliko v bistvu razširjeno, da ljudje pravzaprav hočejo navajati ob vsaki priliki kuratorja zraven. Nenazadnje mislim, da je bilo pred leti celo v ta birokratski jezik to prevedeno. Mislim, da ima to celo Ministrstvo za kulturo klauzulo, da praktično umetnik, ki se prijavi, da bo imel na projekt in ki bo imel razstavo, da tega ne more opraviti brez kustosa. S čemer se jaz ne strinjam, da ne more. Pa tudi strani financiranja. Torej imaš ti samostojno razstavo umetnika, ki mora biti minimalno plačan tok, kurator, ki tudi mora zraven biti obvezen, mora biti plačan najmanj tok. In če gre za neko pregledno razstavo, kot si prej rekel, je ta kurator na koncu res lahko sam za okras. Meni je sicer čisto odgovarja, da sem zraven tam, pa dobim ta cash in renome. Jaz bi rekel, da v resnici lih pri pregledni nastavi je kurator zelo pomemben, zato ker če ti hočeš narediti pregledno nastavo, če ti hočeš to zadevo resnično narediti. Ok, ali pa ne pregledno, zadnje 2, ali kaj prej rekel, zadnje 2 leti. To, z tekoče produkcije. Z tekoče produkcije mogoče res malo manj, ampak tudi pri tekoče produkciji vseeno poteka neko izbiranje od zadnje, vseeno poteka en način predstavitve teh del in tudi osmišljanje in tudi sam ta izbor del in kako se bo predstavljalo in potem v bistvu še z recimo oblikovalci razstave, kako se bo ta dela predstavljalo. Je en kup odločitev, en kup stvari, ki jih je treba premisliti in zdaj umetnik že naredi dela, ampak mogoče nima najboljšega oziroma mogoče niti ne more, ker je preblizu delom, da bi imel nek objektiven pogled na njih, da bi lahko ta dela predstavil na način, ki bi bila gledalcem v bistvu v najboljšem smislu predstavljena, da so v bistvu tudi, gre za to, da je kurator tudi v bistvu kot neka vrsta edukator. On poskrbi za to, da so stvari predstavljene na način, da jih pač lahko gledalec razume, bere in tudi vidi, zakaj so v takem smislu postavljena. Zdaj, če je to neka zelo ekspresivna razstava, je potem mogoče res manj na kuratorju in je pol res na umetniku in tudi teh oblikovalcih razstave. Včasih je lahko to tudi avtor sam, če nimaš zunanjega. Odvisno od tipa razstave in od razsežnosti. Jaz bi rekel, da če je to neka razstava nekoga, ki je v zadnjih 2 letih veliko naredil, pa da to zaseda nek večji prostor, potem definitivno rabiš več ljudi vpletenih, ker je treba res premisliti tudi, kako prostor oblikovati, da bo primerno predstavil ta dela. Sploh, če pa so to različni sklopi, če so to različne tematike in tako dalje, je en kup odločitev, ki jih je treba narediti in tudi pomisliti, zakaj boš dal neki skupaj in kako boš ti zdaj gledalca vozil skozi to razstavo, da bi razumel, zakaj se je v teh zadnjih 2 letih recimo zgodil nek razvoj od neke te prve slike do te zadnje. To se meni zdi smiselno in čist na mestu, kar si povedal, ampak zdaj recimo Miha, ti si pa prej omenil, da pa se ti pri določenih primerih zdi pa, da mogoče je nek kurator popolnoma odveč. Kako bi mogoče pol naredil tudi distinkcijo ali pa kako bi mogoče pojasnil meni ali pa komu celo izven sektorja, zakaj pa je pol ta poklic
ločeno od tega, kar je že Jernej glihkar povedal, pomemben? Zakaj je pol kurator, gremo se zdaj pač kuratorja, pomemben v tem oziru, če včasih je občutek, da je tam nasilo? Prvo se navezal, ker si prej rekla, nisem vedel, da obstaja cenik za kuratorske ali pa kustovske storitve. To zveni fajn. Vem, da je cenik za razstave, ki so javno sofinancirane. Mislim, kaj je ta funkcija? Se pravim, mediator, nekdo, ki ne bi razlagal ljudem. Podobno, mogoče to naredili kot podobno distinkcijo, kot v religiji. Imaš Boga, imaš potencialne vernike, vmes rabiš mediatorja, ki jim prevede to božjo besedo. Recimo, včasih je odveč. Jaz sem se, recimo, ko si omenila delo v galeriji Foton, to je bilo kar mogoče 10 let mojega življenja, sem bil zelo posvečen temu, čeprav sem bil čisto zares freelancer, sem delal tudi druge stvari. Ja, določene razstave mogoče res niso rabile toliko te neke kuratorske intervencije. Določene razstave so rabile samo tekst, določene razstave so rabile samo press release. V tem primeru, sem imel večkrat pomisleke, kaj je pravzaprav res zdaj ta velika vloga kuratorja pri neki manjši samostojni razstavi. Je pa res to, kar je prej Jernej omenil. Ko gre za neke retrospektivne razstave, kjer moraš iz enega velikega opusa, enega umetnika nekaj izvleči, to je bolj zahtevno. Pa ko gre za tematske skupinske razstave tudi, ali pa za neke študijske razstave. Skratka, jaz sem se bolj počutil kot nekdo, ki upravlja job namesto umetnika. Jaz, ekipa, govorim takrat v Fotonu, fundraiser, ekipa poskrbi za PR. Mi smo v bistvu te domačini, ki te sprejmemo. Mi smo gazde tega prostora in probamo narediti pač ta mehki pristanek, se dogovoriti za vse, da bo vse v redu. Mogoče lahko tudi kako vsebinsko stvar predlagaš, običajno se je nek tekst napisal in tako naprej. Imel sem recimo parkrat situacije, v Fotonu načeloma je v tistem času, ko sem jaz bil tam med 2006 in 2016, zelo redko je bilo, da bi nek zunanji kurator prišel pa kuriral. Se mi je pa zgodilo, da sem imel umetnike, ne sem in iz slovenskega kulturnega prostora in iz mednarodnega prostora, ki so v bistvu pristopili in so mi rekli, jaz bi pa kustos samo pripeljal in jaz pa rekel, kao pa ta kustos delo, pa bilo, ta bo tekst napisal, da ne bi tekst napisal in jaz običajno s tem nisem strinjal, ker ni bilo potrebe potem. Ker dejstvo, da si nekoga zbral kolektivno v ekipi organizacije in da smo nekoga povabili, verjetno tudi zelo dobro vemo, zakaj smo tega človeka povabili, tako da bomo znali tudi interpretirati, kontekstualizirati, konceptualizirati to razstavo. Tako da jaz običajno nisem bil navdušen na tem, da umetnik pride v paketu s kustosom, kar se zelo pogosto dogaja. In kar me včasih v bistvu čudilo, da v bistvu ljudi ne zanima nek drug pogled, ker dostkrat so te timi umetnik kustos kar standardni. Koliko pa je tega? Se ti zdi, da je tega v tujini več? Ali je tudi pri nas tega veliko? Mislim, da pri nas zdaj to malo težko reči. Izveneva počasi. Mislim, da približno ni isto povsod. Ampak obstajajo pač te tendence, da recimo umetnik nekomu še posebej zaupa in tako naprej. In v končni fazi mislim, da to ni vedno nujno. Jaz osebno mislim, da je pač v teh zadnjih 30 letih vloga kuratorja bila precej napihnjena v tem smislu. Mogoče, da je ta kurator kot takšen malo manj potreben, je pa zelo potreben nekdo, ki je lahko tudi producent zraven. Veš, kaj bi te vprašal? Zdaj, znotraj Fotona ste bili ekipa. A ste imeli vi programsko vodjo? Mislim, da Foton je začel zelo na malo. Najprej je bila ekipa mehna, potem se je čisto malo povečala. Tam zadnjih, recimo par let, ko sem bil pri Fotonu, smo bili 3 kot nek programski tim. Zdaj na koncu je odločil direktor, ampak v končni fazi smo imeli kar neko kohezijo. Do stvari se dolgoročno delalo. In ko greš ti v neke dolgoročne projekte, za katere moraš fundraisati naprej, je pač to jasno. Ni zdaj, da bi mi vsako leto to s prstom na papirju pokazali, tega hočemo, pa tega hočemo. Gre za neke dogovore ali pa želje, ki so mogoče zelo dolgoročne. Zdaj v javnem sektorju je pa to še bolj v bistvu dolgoročno. Ravno zaradi tega, ker ste manjše, ker v takem
NVO je to manjša ekipa, ne? In v takem NVO bi lahko kurator bil teoretično ta programski vodja, kot nekdo, ki ima pregled nad tem, kar se dogaja. Ne? Mi smo bili vsi trije načeloma kuratorji potencialni. To je zato, ker so te kuratorji zraven še vse ostalo, ne? Tudi na koncu producenti verjetno v tem primeru in tehniki. In kar se meni zdi, to, kar si prej omenil, da je mogoče vloga kuratorja v zadnjih letih mogoče napihnjena, se jaz do neke mere celo strinjam, ker na koncu, vsaj če izhajam iz svojih izkušenj, največ, s čimer jaz doprinesem razstavi, je na koncu z nekim PR delovanjem. To, da povabim folk, da čustveno izsilam folk, da pride na otvoritev pa na razstavo, pa da mogoče šera ali pa vsaj pofočka, da fake pride, in to, da delam neke Instagram storije, česar očitno institucije same niso sposobne narediti dovolj dobro, da bi dejansko nek folk prišel na otvoritev. Folku v institucijah pa na koncu pogosto šteje glih to, koliko ljudi pride na to otvoritev. Ja, mislim, sigurno je to ena pomembna vloga, ta PR. To je en razlog, da te verjetno ljudje zberejo. Kdo prva zdela Instagram storije? Jaz nobenih storijev od Jakca ne vidim. A si ti za to zadolžen? Mislim, da storiji so vaš čas. Lahko zdaj pogledaš. Storije, Galerija Božidar Jakac nima PR službe. A je to problem? Ne, to si deli par ljudi, ki smo tam, moramo se pa malo skoordinirati. Storiji so načeloma easy, moramo se pri postih malo skoordinirati, ampak gre za nek malo naprej narejen plan, kaj je pravzaprav, kaj prihaja, kaj treba izpostaviti. V tem primeru smo 4, recimo, ki se s tem ukvarjamo. Ker se mi zdi, da je znotraj teh večjih institucij javnih pri nas glih to problem, da je 3 ljudje so za to zadolženi in pol je vedno, to se pogosto zgodi, predvidevam, tudi drugje v drugih delih, ko se neka taka skupina izpostavi, da se pol to delo kratko mal seamlessly nevidno prelaga z enega na drugega in na koncu imaš človeka, nimaš človeka, ki bi bil res pri stvari, kar se tega tiče, ne. Sorry, jaz sem ful kisla glede teh PR-jev znotraj galerij, ker se mi velikrat zgodi, da sem tako, zakaj moram jaz to delati namesto vas? To je dejstvo, ja. Imel sem parkrat, zdaj tudi nedavno izkušnje, kjer pravzaprav sama galerija, muzej povabi umetnika, ne naredi zdaj ločenega PR-ja. Mislim, da je bilo to zdaj nazadnje na razstavi Danila Milovanoviča v Zagrebu, da v bistvu se njemu javila PR-ovka, ki je ugotovila, da ne more celega teksta od 3500 znakov dati v Instagram post in ga je prosila, če bi lahko on to skrajšal. Potem je to on mem preposlal in potem sem jaz zgroženo gotovo, da je njihov Facebook event, da vsebuje esej, ki sem ga jaz napisal. Esej, ki se začne z nekimi zelo občimi opaskami o predmetnem svetu, ki nas obdaja. Skratka, ta zelo pomembne informacije, kje, kdaj, kako, kdo, so manjkale. Začeli se z informacijo, zakaj. In to ni dober začetek, sploh v današnjem času, ko imamo ljudje zelo malo pozornosti. In v bistvu, ja, recimo konkretno za razstave v Galeriji Božidar Jakac dela pač ta kustos, ki se ukvarja z določeno razstavo, dela tudi na javni tekst, se pa zgodil tudi mogoče doskrat to jaz naredim, je to namen, ampak to je, kar se mene tiče, rutina. Rutina, ki mi nadaja mogoče največjega zadoščenja, to gre za sežemanje teksta, razmišljanje o tem, a smo povedali dovolj, a smo povedali preveč, je to prezakomplicirano. Ves čas je ta borba, probam biti ne preveč formalen, ampak ja, PR je blazno pomemben. Mislim, sploh za Galerijo Božidar Jakac, k nam se nazadnje treba pripeljati, noben ne gre slučajno mimo in zavije not. Zadnji smo se pogovarjali malo o teh razlikah med NVO-jem in javnim sektorjem. Zdaj ti ravno kar razlagaš o vaši ekipi, koliko vas je, in tako in se pogovarjamo o PR-ju, kdo je zadolžen za njega, kdo ni. A bi nam ti mogoče malo orisal, kako izgleda vaša ekipa, kakšne funkcije imate? Zdaj, prav tudi zato, da razumete, ker vseeno to je javni sektor, to gre za neko javno inštitucijo, ki je financirana iz javnega denarja, imate vseeno neko obliko stabilnega financiranja, verjetno se prijavljate tudi na razpise, zato ker je treba stvari dopolniti, ampak jaz sem si vseeno mogoče predstavljal, da vseeno mogoče za zaposlitve, da pa je malo več, kot sem za zdaj slišal, ker se mi zdi, da imate vseeno malo razdeljene naloge, da vas mogoče malo manjka tam.
Ja, sigurno. Jaz mislim, da v marsikaterem muzeju v Sloveniji, mogoče pa tudi širše na Balkanu ali pa v Južni Evropi, manjka kadra, določenega. Ja, Galerija Božidar Jakac ima 16 zaposlenih, od tega smo kustosi 4. Od tega je seveda en kustos bolj za izobraževalne programe, ki pa dela tudi razstave. En kustos je bolj za zbirke zadolžen kot za razstave same, pa kustos dokumentalist, pa tudi direktorja imamo, ki zna razstave delati, ker je bil prej kustos, tako da nekako se to porazdeli, ampak mi imamo program tam verjetno okrog 10 teh občasnih razstav letno, tako da zna kar velik na enega past. Verjetno zdaj trenutno, da teh občasnih razstav jaz največ naredim v Galeriji Božidar Jakac. Skratka, ja, sigurno v primerjavi z nekimi večjimi muzeji iz Zahodne Evrope ali pa tudi iz Vzhodne Evrope, iz nekih malo večjih središč, smo zelo podhranjeni kadrovsko. In to je zanimivo, ta razlika, ki ste jo prej omenili, nekakšna razlika med NVO sektorjem in javnim sektorjem. Da mi se večkrat šalimo, da mi smo, pa ni, mislim, pa velika resnica v tej šali, mi smo kot NVO, samo da redne plače dobivamo. Ker v bistvu mi nimamo producenta, nimamo PR-ovca, nimamo fundraiserja, to je v bistvu kar multitasking. To pa je ta ostala ekipa, zdaj smo našteli 5 ljudi, nam manjka in nam jih še 11. Ja, najbrž imate še kakšnega tehnika na zaposlenega? Imamo 2 vzdrževalca, ki sta v bistvu vzdrževalca, tehnika pravzaprav zadolžena za vse. S tem, da je treba vedeti, da imamo par hektarjev zemlje okrog, s parkom skulptur. Potem imamo muzejskega tehnika, zdaj na novo, ki je zadolžen pravzaprav za handlanje z umetniškimi deli in postavljanje razstav in še marsikaj drugega. Imamo restauratorja, ki ima nekak isti status kot kustos, samo da seveda običajno ne pripravlja razstav, pripravlja pa vse, kar je potrebno za razstave, sploh če gre za zbirke, pa tudi v bistvu se udejstvuje pri transportih, udejstvuje se tudi pri kakšnih tehničnih rešitvah za same razstave. Potem je, za razliko od mnogih drugih muzejev, imamo redno zaposlene tudi receptorje, ki so hkrati tudi vodiči, nekateri so pa pač zunanji sodelavci, ker moramo pokriti vse termine in to je to. V bistvu tudi vlogo knjižničarja trenutno upravlja eden od vodičev. To me malo preseneča. Jaz zdaj pogrešam še ne par služb tukaj. Pogrešam računovodstvo. Računovodkinjo imamo tudi, ja, in-house. Pravnik? Pravnika nimamo, imamo administratorko, ki je na nek način tajnica ali pa pomočnica direktorja, ki je hkrati tudi fundraiserka, pa še marsikaj drugega, pa potem imamo še direktorja in mislim, da smo zdaj prišli okrog s temi 16. Enega računovodja imate. Enega računovodja. In čiščenje pa je kaj zunanje? Imamo čistilke, ki so tudi zaposlene. Aha, okay, to so tudi stvari, nekaj lahko kdaj javni sektor potegne za sabo, lahko bi bilo pa tudi, da imate zunanje, ne vem, se zato me preseneča. Trend je, da se najema receptorje, čuvaje, čistilne servise zunanje, ampak iskreno rečeno, tu ni nobenega prihranka. To je sam trend. Outsourcing je trend današnjega časa. Je pa res, da je problem pač javnem sektorju to, da za ljudi, ki so na teh nižje, na plačni lestvici, so te plače relativno slabe. In javni sektor sigurno, sploh v Ljubljani, se verjetno že srečuje s tem problemom, da ti praktično tehnikov, čistilcev in podobnih kadrov preprosto ne boš mogel dobiti za ta denar. Nažalost. Se verjetno še kaj pozabila, jaz sem se ravno kar spomnil, da ne morate imeti nekoga, ki je zadolžen za IT rešitve, torej za vašo programsko opremo in to verjetno... Tu imamo eno zunanje podjetje, ki nam to ureja, kar je zelo pomembno, ki je v bistvu stalno, nimamo pa tega in-house. Ja, ampak to so zelo pomembne stvari v bistvu za... Določene stvari bi se dalo optimizirati, mislim, kot na nek način v sami muzejski mreži verjetno, Jaz sem mislil, da boš pa mogoče rekel, da računovodstvo imamo pa skupno z tem in tem muzejem, ali pa da bi moš rekel, veš, take stvari, to bi recimo lahko pričakoval, ker se mi zdi znotraj nekega javnega sektorja, da se mogoče malo združuje stvari, ker računovodstvo, ti imaš lahko neko računovodstvo nekje v Ljubljani, pa bi imeli vi eno prvs, recimo, pa bi bilo to neko skupno računovodstvo med parimi muzeji, je malo lažje potem. Moram priznati, da računovodstvo pri nas ima
toliko dela, da si ne bi mogli privoščiti imeti tako nekoga za polovični delovni čas ali pa outsourcinga, je kar full-time job. Ne, saj sem mislil, da bi imeli recimo skupno računovodstvo, pa eden od teh iz skupnega bi bil pa pač prvač v hiši, zato da imate do tega človeka dostop. Ne? To bi bila ena rešitev, bolj smisel za te tehnične rešitve, ne? Ampak v tem segmentu bi seveda morali marsitere stvari v Sloveniji znotraj države poenotiti, ne? Ker v bistvu v muzejski sferi je veliko težav. Ne? Ena je neadekvatna infrastruktura. Koliko muzejev, moderne ali pa umetnostnih muzejev, sploh govoril o moderni ali pa sodobni umetnosti, koliko umetnostnih muzejev ima sploh namensko zgrajene stavbe. Ne? Moderna galerija, pa mislim, da galerija Murska Sobota, pa še to nisem ziher. Mislim, da ima galerija Murska Sobota. Galerija Velenje zgleda, kot je namensko narejena, ampak je bila čas knjižnica. Vsi ostali muzeji. Zdaj še pa sem, ne? So verjetno najemni. Masum je adaptacija stare kasarne. Skratka, namensko grajenje. Namensko grajen v bistvu bil še Narodni muzej. In vse ostalo so pa adaptacije. Mi smo recimo v nekem pač zgodovinskem objektu, to je bivši samostan, ogromno muzejev je v gradovih, in infrastrukturno doskrat smo malo podhranjeni. Ne? Mislim, recimo v galeriji Božidar Jakec še zdaj po 50 letih nimamo lifta. Ne? Ja, to se take stare stavbe so kar zahtevne za adaptacijo in tudi za primerno adaptacijo, zato da imaš lahko ti notri zbirko, ker je en kup pomislekov, nekaj pride zraven, vlaga, vročina, hladno, mislim, mraz. Zato je poskrbljeno, ampak ni pa recimo... ampak to ni enostavno prenesti v tak prostor, to hočem reči. Ne, ni enostavno, fajn je, da so to neke celostne rešitve, ne? Ampak gre, mislim, predvsem se te rešitve dogajajo počasi. Nam je lift obljubljen, mislim, da že dlje časa. Zdaj projekt je narejen za novo, naslednjo etapo adaptacije, renovacije tega kompleksa, galerije Božidar Jakec, ki bo prinesel nov tak projektni prostor oziroma še eno galerijo za občasne razstave, prinesel bo lift, muzejsko trgovino, dostop do stolpa, projekcijsko sobo, ampak gre zadeve zelo počasne. Ampak dejstvo pa je, da Slovenija ima že leta in leta uzakonjeno, da mora biti javne institucije dostopne vsem. In mnogi muzeji še vedno nimajo pač teh dvigal. Zdaj, ker smo mi, galerija Božidar Jakec, v objektu, ki je v državni lasti, je vedno investitor tudi država. Ne? Tako da v bistvu se kar paradoksi dogajajo na nek način in seveda se mi prizadevamo, da bi to rešili, ampak mi tudi, če bi imeli, tudi če bi mi dobili zdaj donatorski denar, pa bi nekdo rekel, zdaj pa naredite lift, mi ne moramo to kar tako narediti. Tu je Zavod za varovanje kulturne dediščine, to je cela procedura. Ne. Tako da infrastrukture so pri nas problematične. Ne. Zelo malo muzejev v Sloveniji ima adekvatne pogoje, da si lahko sposojajo neka umetniška dela iz nekih zbirk. Govorimo, malo muzejev ima adekvatne reflektorje, obstajajo, jih je neki, teh največjih, ampak večinoma pa ne. Tako da to zna biti problem. Mi dva sva prej naštela v bistvu kar neko veliko maso plač. Ne? To je kar zajetno. Ti si rekel, da vas je 16. Ne? To je kar veliko ljudi. Tudi če je to neka minimalna plača, pa niso vse minimalne plače. Se nabere veliko denarja za pokrit čez leto, a so vsi, to je kar direktno, ampak a so recimo vsa ta delovna mesta pri vas dejansko pokrite iz javnega denarja, ali morate za določena mesta dejansko še iskati zunanje finance, recimo evropska sredstva in podobno. Ker jaz sem videl, da se to veliko dogaja v javnem sektorju, da se pač določena delovna mesta sofinancira v bistvu z nekimi evropskimi projekti. Ne, zaenkrat ne. Vse te plače, imamo galerija Božidar Jakec upravlja tudi turistično-informacijski center za Kostanjevico na Krki, za občino Kostanjevica na Krki, in to je krito iz tega mestnega občinskega budžeta. Drugače pa ne moramo si glih privoščiti, da bi v bistvu z nekim programskim denarjem še kadrovski manko zapolnjevali. Tako da ne, mi smo pač odvisni od tega denarja. Ta denar za plače, za plačne mase pride izključno iz naslova Ministrstva za kulturo, ker je pač zakonodaja takšna. Mi, mislim, da od konca 90-ih imamo princip nacionalnih muzejev in pooblaščenih muzejev. In zdaj tu imamo mrežo 7
regionalnih pooblaščenih muzejev, mislim, lahko jih naštejem, ne? To je muzej KGLU Slovenj Gradec, pa UGM v Mariboru, Galerija Murska Sobota, Galerija Božidar Jakac, MGLC, Galerija Veno Pilon, obalne galerije, da pa ne vem, sem še koga pozabil. V glavnem, in ti muzeji funkcionirajo na soroden način kot nacionalni muzej, kot Moderna galerija ali pa Narodna galerija, s tem, da je naš programski budžet veliko manjši in tudi kadrovska zapolnjenost je manjša. Ampak pač v 90-ih se je v Sloveniji izkazalo, da če bojo pustili pač to vrstne muzeje, kot je Galerija Božidar Jakac ali pa Galerija Murska Sobota ali pa obalna galerija, izključno občinam, da ti muzeji preveč ranljivi. Ne? Ena garnitura na občini bo bolj naklonjena, ena manj, ena občina, kot je recimo občina Kostanjevica na Krki, dejansko nima dovolj inkoma, da bi lahko zdrževala takšen muzej. Tako da dobiš neko to, biti pooblaščeni muzej je neko, dobiš neko priznanje, ne, v smislu, da si nacionalnega pomena, čeprav nisi nacionalni muzej. Tako da ja. Zanimivo, jaz bi rekel, da Kostanjevica na Krki je kar nacionalni muzej po programu in po pomembnosti. Ja, mislim, deluje mi tako, no? Ja, zato forma viva in z vsem je kar pomembno, no? Jaz tudi mislim, da je, ne? Ampak skratka, masa plač pride iz naslova Ministrstva za kulturo, razlika pa seveda v programskih sredstvih. Programska sredstva, recimo Galerija Božidar Jakac in tudi sorodnih muzejih, ta sredstva so pa slaba. Ne? To je pa v bistvu pod nivojem enega NGO-ja, ki je na programskem razpisu dobil. In potem v bistvu za to vi še zaprošate za kakšna druga sredstva, recimo evropska? Ali... Imamo določene evropske projekte, imamo zasebne sponzorje oziroma korporativne sponzorje. Na zadnje največji sponzor, generalni sponzor Galerije Božidar Jakac je že praktično ves čas tovarna Krka in potem še druga podjetja, ki so večinoma lokalna, ne, iz Novega Mesta, Krškega, Brežic in okolice. Potem so evropski projekti določeni. Skratka, smo v shemi Erasmus, ne, ki nam omogoča izpopolnjevanja v tujini, ne, obiskovanja drugih sorodnih institucij in tako. Ampak ja, gre za krpanje. Ne. Ko se spravimo recimo delati neke večje projekte, ne, ki so res finančno zahtevni, si jih res na nek način težko privoščimo. Ne. Tu se v bistvu pol vzpostavijo te temeljne razlike, ne, med nami ali pa nekim muzejem. Ne govorim na Dunaju ali pa v Berlinu, ampak med nami pa recimo muzejem v Brnu ali pa muzejem v Varšavi, ki so veliko bolj financirani in veliko bolj kadrovsko izpopolnjeni. Ne? Jaz bi se mogoče sam na hitro vrnila, prej ko smo govorili o tistih dvigalih potencialnih pa to. Zdaj, cel ta muzej in galerija se v bistvu nahajata v stavbi, ki je pod spomeniškim varstvom. Ne? In tudi ena od teh bolj mogoče nam zanimivih, ki se sodobno umetnostjo ukvarjamo, prostorov je torej ta cerkev. V bistvu torej govorimo o prostorih nekdanjega cistercijanskega samostana in zdaj, povedal si že mogoče, kaj so mogoče slabosti, a ne to, da ne moreš kar nekih stvari graditi, ampak kaj pa te neke te malenkosti ali pa mogoče ne malenkosti. Recimo v tej cerkvi so že velike instalacije bile izobešene in take stvari, a vi lahko normalno, ne vem, vrtate v stene tam pa te stvari počnete ali je že to kdaj tudi problem? Isto v unih prvih prostorih, ko prideš noter na desno, ko so ponavadi te majhne razstavice. Lapidari, ja. Ja, kar recimo razumem, da imaš ti znotraj ostalih prostorov neko stalno zbirko, približan itak so bolj slike ali pa prosto stoječi kipi, tisti prostori so ogrevani, imajo te razblažilce in to, medtem ko ta lapidari pa ta cerkev, to je pa vedno tako mal nekje na meji, kako je s temi tehničnimi stvarmi, pa tudi čisto iz vidika v cerkvi, ki je ogromna, ima neko veliko prostornino, so velikrat tudi neke kolosalne stvari razstavljene in ful dobro izpadajo, ampak te stvari prenesti noter v cerkev je pa včasih problem. Ne? Večini jih moraš sestaviti. No. Cerkev je velik volumen, vrata pa niso velika. To je pač zelo običajna praksa. Ja, ne, sigurno v prostoru lapidari, ne, še bolj pa seveda v nekdanji samostanski cerkvi, Galerija Božidar Jakac velja tak poseben spomeniški režim. Mi seveda delamo tam razstave, ampak te razstave ne moramo narediti česarkoli. In tu je vedno
lahko pride tudi do kakega pogajanja z umetniki. To, da se žeblji v steno zabijajo, je še najmanj. Ampak imamo tam določene elemente, ne, ki jih pa moramo čuvati. Ne. Inštalacije velike lahko delamo, ampak spet sam pod določenimi pogoji. Ne. Pleskati ne smete, tapete na stene ne grejo. Pleskamo lahko, ampak imamo zelo določeno barvo, s katero lahko pleskamo. Ne. To je ta arhivska barva, apnena. Tapete smo tudi že dajali, ampak tapete smo zelo hitro ugotovili, ker pač ne uničijo stene, ampak tapete ne delujejo dobro, ker je cerkev neogrevana in tudi zna biti zelo vlažna. Pa tudi stene niso čisto ravne, ne. So zelo tako konveksno konkavne, ker gre za historičen prostor. Skratka, veliko je omejitev, ne, in s tem se umetniki vedno soočajo. Ne. Predvsem se pa soočajo s tem velikim volumnom, pa s tem ambientom, ne, ki je ni čist. Ne. Mi smo navajeni galerij, ki so od pač moderne umetnosti naprej, oziroma ne, imamo galerijo, ki je popolnoma neutralna, ne, ki je ideal v bistvu galerijskega prostora. Bela kocka, ničesar ni not. Ne. Kot prazen fotostudio fotografa zgleda, kjer se bojo produkti nastavili, da se fotografirajo. Ta nekdanja samostanska cerkev in tudi lapidari sta popolnoma drugačna, ker tam so elementi, ki so nepremični. Ne. In moraš z njimi delati, ne moreš se jim izogniti. In to je v bistvu izziv. Ne. Pa ta izziv je kar zanimiv, no, in umetnikom in nam. Je pa res to, da ko se ljudje res soočijo s tem volumnom, ne, skratka temi 13-14 metri višine v srednje ladje, zelo hitro ugotoviš, da tudi tvoji največji kosi izgledajo majhni tam not. Tako da ljudje, ki so bili recimo najbolj ambiciozni v zadnjem času, recimo, no, omenjam Aleksija Kobala v kombinaciji z Manco Ahlin ali pa Damjana Kracino, so pravzaprav si dali projekt in so zelo premišljeno in zelo vnaprej že delali, da bojo zapolnili ta volumen. Ne. Recimo Damjan Kracin je pravzaprav naredil kip, ki je bil bolj nek gledališki rekvizit, ker je bil narejen iz lahkega materijala, da je lahko navidezno lebdel v prostoru, pač bil je obešen na tankih zajlah. Ja, v tej razstavi smo lani govorili v top 3 razstave leta epizodi. Predvidevam, da večina razstavljavcev, ki razstavljajo v cerkvi, se potem pač potrudi pa na nek način custom made naredi nek ta osrednji pis, ki bo pač kraljeval znotraj tega prostora. Se motim? Ja, odvisno kdo je, ne. Ok, recimo Staš Kleindienst, ok, je pač imel slike, ne? Ja, mislim, na nek način se običajno tega prostora bolj kipari oziroma umetniki, ki delajo v prostoru, s prostorom ali pa ki delajo objekte, ne, 3D, se ga bolj razveselijo. Ne. Slikarstvo je za slike ali pa fotografija, karkoli je, flat on the wall, je zelo problematičen prostor, ker kljub temu, ne, da imaš dvodimenzionalna dela, moraš prostorsko pristopiti k njem. Ne. Zdaj, ravno predno sem prihajal sem bil na obisku v ateljeju pri Ani Sluga, ki bo v sredini maja, 15. maja odprla razstavo in debata je bila ravno o tem, ne. Debata o zadnjih detajlih, ne, kako čim bolj ambientalno to postaviti, ker ta nekdanja samostanska cerkev niso samo bele stene, kamor lahko obesi sliko. Kdor to naredi, je falil. Se tudi zgodi. Ampak dejansko je pa zelo ambientalen pristop je potreben. Ko smo že pri cerkvi, no, ali pa mogoče tudi za celotno galerijo, za ostale prostore, kako zdaj izgleda oblikovanje programa v teh prostorih? Ne? Zelo kratko me zanima, okay, a vi povabite ljudi, ki bodo razstavljali v cerkvi, a se ljudje javljajo in te prosijo, da bi radi razstavljali v cerkvi, pa pol vi to zberete skupno, ali vsak kurator razbere enega, pa si pol to razdelite, ali kako to izgleda? Pač, a imate kakšen svet, ki se s tem ukvarja? A sploh imaš ti izbiro, na kakšen način to funkcionira? Je v bistvu vse to, ne. Zelo večstopenjsko je. Ne. Mi imamo določene projekte, ki so dolgoročni in so v bistvu zacementirani. Ne. Prva stvar, ko sem prišel od leta 2020 delati v galerijo Božidar Jakac, je bila, da mi je direktor Goran Milovanovič rekel, ne, pred letom in pol smo naredili razstavo Ekspresionizem, obrazi ekspresionizma. Naslednjo bomo obdelovali fenomen nove stvarnosti. Skratka 20. in začetek 30. let. In to je bil v bistvu projekt, ki se je potem izvedel lansko leto z razstavo Odmaknjeni pogled, ki je imela seveda zelo dober odziv, ne, bila je verjetno ena največjih razstav, pa najbolj kompleksnih razstav, kar jih je muzej delal kadarkoli. Tako da določene stvari so tempirane vnaprej. Imamo plan, določene stvari moramo pokriti. Bodisi, da so to avtorji, bodisi, da so to teme. Potem recimo za nekdanjo samostansko cerkev pa lapidari
in tudi zdaj verjetno za ta prihajajoči novi prostor, ki bi po mojem čez kakšni 2 leti končan, imamo pa v bistvu zelo tak eklektičen pristop. Najprej, seveda, prvenstvene so naše želje, tega kuratorskega tima. Je pa dvostopenjski proces. Kar si mi zastavimo, potrjuje umetniški svet galerije, ki je prostovoljen, mi ga ne rabimo imeti, ampak ga želimo imeti. Kar je zanimivo, ne, da na nek način je galerija Božidar Jakec vedno odprta. Ne. Mi imamo neformalni razpis, ne, za predloge, je ves čas odprt. Katerikoli umetnik se spomni in ima dobro idejo, govorim o umetnikih iz Slovenije ali pa iz kjerkoli, in ima dobro idejo, nam lahko pošle predlog, čim bolj detajlen, tem boljši, in ga potem lahko tudi izberemo. Je pa res, da iz prakse rečeno je največ razstav se zgodi na povabilo, ne? Oziroma, da mi v bistvu prepričamo umetnike, da dajo predlog za razstavo. Vedno moramo pa približno vedeti, kaj bo nekdo delal. Ne? Se je pa zgodilo tudi, da je nekdo pač kratko poslal predlog, nekdo, ki ga prej nismo mogoče niti poznali, in se je pol zgodila razstava. In tudi to se dogaja. Tako da je v bistvu zelo odprto. Ne? Ampak ni to na tečaju v smislu kot razpis na ministru za kulturo. Mi ne rabimo ljudem z utemeljitvami odgovarjati, zakaj niso bili izbrani in tako naprej. Ampak gre za preprost. Radi bi se informirali, ker noben vsega ne ve. Ne? Obstajajo umetniki, ki so odlični, mogoče mi ne vemo za njih, ali imajo pa izjemno idejo, in dokler ne predstavijo, jo ne moramo vedeti. Ne? Tako da je zelo odprto. Skratka, cela ekipa programska se s tem ukvarja in zunanji pač ta umetniški svet. A sprejemate tudi variante, da recimo pride nek kurator s svojim umetnikom, ki bi rad, jaz bi pa rad drugo leto maja imel en lapidarij tamle? Ja, to je bilo v bistvu kar bil princip v preteklosti. Ne več, ker galerija Božidar Jakec se je zelo skromno začela. Ne? Mislim, da je v bistvu še pred 15 leti v njej deloval samo en kustos za častne razstave in je bilo v bistvu zelo v navadi, da je umetnik, ki je recimo razstavljal v cerkvi ali po lapidariju, nekoga pripeljal sabo, ki je napisal tekst ali pa bil dejansko kustos, ker tisti človek, ki je bil tam, ni vsega zmogel. Zdaj, ko smo se kadrovsko v zadnjih 15 letih okrepili, pač tega ne delamo razno v nekih izjemnih primerih. Ne. Ko smo se pogovarjali o razstavi Art Vital v Cukrarni, smo takrat tudi malo spraševali o tem, koliko časa traja narediti tisto razstavo, ne? Ker je pač v bistvu tako obsežna. In ti se zdaj razlagal, da pri vas imate v bistvu programe začrtane že skoraj 3 leta vnaprej. Za določene stvari, no? Za nekdanje samostansko cirko 2-3 leta naprej, za lapidarij malo manj, za ta veliko galerijo, ne, oziroma veliko razstavišče, pa včasih par let. Recimo zdaj se že kar ukvarjamo z razstavo, ki bo leta 2029, ki je naslednica tega odmaknjenega pogleda nove stvarnosti, ki se bo ukvarjala s socialnim realizmom oziroma socialno angažirano umetnostjo v 30 letih. Torej zdaj za 29, zdaj ste začeli delati, to pomeni, da boste delali na tej razstavi 7, 8, 3 leta vsaj. Ja, ampak to je v bistvu zdaj eno večno vprašanje, ne, kaj boste pa delali 3 leta? Ne, kaj boste delali. Jaz o tem govorimo, ker recimo za Cukrarno jaz sem tudi to vprašanje takrat postavil, zato ker sem videl, kaj je vse tam notri, vidiš, koliko dela gre notri. Mogoče navaden obiskovalec ne opazi vsega tega in jaz mislim, da je dobro, da se pogovarjamo o tem. Ravno to, mislim, pač zdaj ti govoriš o obsežni razstavi, ki bo verjetno imela koliko umetnikov za to zadevo. Tako verjetno, jaz si predstavljam, da okrog 200 del, ne, odvisno zdaj, ja, tu nekje podobno kot razstava Odmaknjeni pogled, ne, ki je imela podnaslov Nova stvarnost in realizmi v srednji Evropi od 1925 do 1933. Zdaj ta razstava, ki še nima naslova, ne, ima delovni naslov, ne, socialni realizem, bo obsegala obdobje verjetno tam nekje od leta 1929, od začetka ekonomske krize pa do leta 1939, do druge svetovne vojne. Gre za mednarodno razstavo. Ne. Delo je v tem, da moramo mi sploh vedeti, komu se javiti, kaj je na razpolago. Dejstvo je, da v slovenskem prostoru in nasplošno v teh obrobnih državah, da bomo mi zelo malo vedenja, kaj se dogaja v drugih obrobnih državah. Ne. Nas ne zanima socialni realizem ali pa socialno angažirana umetnost iz Velike Britanije pa ZDA. Logistično to ne bilo možno izvesti in tudi kot nas ni pri razstavi Nove stvarnosti, ne, zanimala samo Nemčija, ne, ki je pač nekako velja za zibelko tega, čemur pravimo Neue Sachlichkeit ali pa Nova stvarnost ali pa New Objectivity. Nič pa ne vemo, recimo, kaj pa se je dogajalo v 30 letih na Madžarskem, kaj se je dogajalo v Bolgariji. Ne.
To so v bistvu neke stvari, za katere moraš dobiti najprej kontakte, da veš, kje se dobijo te slike, potem moraš nekaj izvedeti o tem, nekaj prebrati o tem, potem gre pravzaprav dalje v pogajanja, kaj se lahko sposodi, kaj je sploh na voljo v določenih muzejih, pod kakšnimi pogoji in tako naprej in tako naprej. Tako da je to kar dolgoročen proces. Poleg tega imaš pa zraven še drugo fronto vedno, ki je razstavni katalog, ki mora iziti do odprtja razstave in je tudi ena taka obsežna publikacija. Zaradi tega to recimo tako dolgo traja in to je spet kar kolektivno delo. Tu smo upeti zdaj vsaj 3 za to recimo prihajajoči projekt socialnega realizma. Poleg mene sigurno tudi direktor Goran Milovanovič in kolegica Deja Bečaj, pa še kdo od ekipe. Ko se pa v bistvu razdelite recimo vse te taske, oziroma pač naredite ta program dela, ker sklepam, da ta prva stvar je research. Mislim, raziskovanje, ugotavljanje, preden sploh začnete koga kontaktirati. Koliko časa se pustite recimo samo za ta del, preden sploh zagreste v prve kontakte? Jaz sem prepričan, da verjetno potem, ko začnete prve ljudi klicati, prve stvari preverjati, še vedno raziskujete, ker po mojem hodimo na obiske, fajn je imeti mrežo vzpostavljeno ljudi, ki jih lahko preprosto nekaj vprašaš. Jaz sem uspel zdaj v zadnjih parih letih si narediti mrežo ljudi po muzejih ali pa nekih univerzah, ki ti lahko pravzaprav kolegijalno na določena vprašanja odgovarjajo. Hvala Bogu, v javnem sektorju obstaja ta kolegijalnost, da če mene zanima, kdo bi bili, ne vem, fotografi, ki sodijo nek kontekst socialno angažirane umetnosti na Madžarskem, da se lahko jaz preprosto javim kolegu, s katerim smo že sodelovali in mi bo on rekel ali pa svetoval nekaj. Koliko časa si potem recimo za ta del sploh uspete privoščiti? Vedno je to premalo, se mi zdi. Vse to se dogaja sprot, mislim, saj pri meni, pa tudi pri ostalih kolegih. To delo pa premišljanje poteka ves čas. Če bi imel na voljo samo od 8 do 4, ne bi nikoli take razstave. Nisem mislil dnevno, sem mislil tako, če se pripravljaš 3 leta, a zdaj 1 leto se sam pogovarjaš z ljudmi, raziskuješ in se potem v drugem letu lotiš produkcije, ali morate v bistvu že recimo pol leta vse za raziskati, oziroma glavnino ugotoviti? Ne, ni tako strogo ločeno. Mi imamo samo deadline, kdaj moramo zaprositi uradno za izposojo umetniških del, lahko gre za neka historična dela. Vemo, kdaj se mora začeti delati na katalogu, kdaj morajo transporti priti, ampak research pa ves čas poteka. To je neskončno. Mislim, nazadnje smo o temi pač te socialno angažirane umetnosti razmišljali že v času, preden smo naredili razstavo Odmaknjeni pogled. Ne gre tako sukcesivno. Rečemo, da moraš biti malo obsesiven do nekih tem, da te zanimajo. Jaz pa zelo rad zgodovino, mi je pač ta zgodovina 20. stoletja mi je zelo blizu in nimam problemov. Se zelo razveselim obiska vsakega muzeja, vsake nove knjige, ki jo najdem na to temo. Kdaj pa pride tisti moment, ko je treba vse skupaj zaključiti, kar je pač treba dati v katalog in potem se pač ne več spreminja več? Ja, katalog gre v tisk običajno 14 dni prej, ampak proces je pa dolg. Mislim, samo korekture pa urednikovanje. A imate poloblikovalce outsourcane? Oblikovalce je outsourcan. Imamo v bistvu oblikovalce, s katerim delamo že zelo dolg, Matic Stršar, in imamo tudi neko formo katalogov za različne prostore. Na nek način je dober imeti sodelavce, ki je že nekaj časa s tabo, ker zelo skrajša določene procese. Pa tudi zelo dobro je, da se razumeš z oblikovalcem, ker je veliko dela s tem. Še nekaj bi te vprašal, ker bo v bistvu mogoče šlo večini ljudi, ki niso nikoli delali v javnem sektorju, malo mimo. Kakšne ovire imate zaradi javnih naročil? Kje se vam zatika? Se vam zatika samo pri produkciji ali tudi pri programu zaradi tega? Kaj misliš s tem javna naročila? Javna naročila v javnem sektorju so pogojena določenim pravilom, določenim zakonodajnim pogojem in obstajajo prav pravilnik, za kakšne stvari lahko ti brez nekih posebnih javnih naročil nekaj kupiš. Torej recimo ne bo problem, če greš kupiti nekaj na hitro, 2 sponki v trgovino, zato ker jih nujno rabiš, bo pa problem, če boš ti ves pisarniški material naročal recimo od neke firme, če nisi naredil javnega naročila, zato ker to javno naročilo presega nek določen denar. Tukaj se gre to je zato, da se bi delalo gospodarno s denarjem. To je cel point javnih naročil in ta javna naročila potem diktirajo, kdaj moraš ti
narediti kakšen tip postopka. Do nekih zneskov je sorazmerno enostavno, po nekih zneskih pa postane že v bistvu zelo zakompliciran, ker moraš narediti prav poseben javni razpis, dobiti ponudbe. Ja. Govorimo za večje zneske. Ne? Zdaj, ja, mislim, da vse, kar gre prek 1000 evrov, da rabiš. Ja, moraš zbrati 3 ponudbe, ampak ti imaš pa potem še nad ne vem koliko, ker imaš pa prav javna naročila, ker moraš dati prav javni razpis in to dobiš prav še večje zneske. Pa ja. Ampak tako je, mislim, mene kar prešparajo pri tem delu. To s tem si naša administratorka, direktor in računovodkinja najbolj belijo glavo. Sigurno je v določenih segmentih to neugodno. Ne? Mislim, že samo dejstvo, da če imaš ti 3 ponudnike za isto storitev in ti moraš izbrati najcenejšega, čeprav veš, da bo storitev slaba zaradi tega, to ni v redu. No, najbolj ustreznega. Ni nujno vedno najcenejši. Jaz imam občutek, da moraš najcenejšega zbrati. Veliko ljudi se razlaga vedno najcenejše, včasih ne rabiš narediti 3 ponudbe, če je zadeva zelo nujna. Ti pa če to je edini, ki mi lahko dostavi to do jutri, jaz rabim to jutri. Se da marsikaj tudi rešiti tako, sploh ko si v neki stiski, zato ker pač je nekako razumljivo. Samo moraš pač opravičiti, da je bilo to razumljivo. Je pa veliko krat gre na najcenejšega ravno zaradi tega. Ne? Če so iste kvalitete, če ti rabiš neke luči v galerijo, v muzej, ki imajo nek spektr svetlobe tak in tak, zato da ne bo uničilo to dela. Če obstaja samo en ponudnik, ti ne moreš kupiti neko drugo luč, ki je nekvalitetna in bo, ne vem, uničila dela čez 3 leta. Ne? Ja, mislim, sigurno je to zna predstavljati oviro, ampak mislim, da, kaj pa vem, jaz si predstavljam, da se javni sektor tega že malo navadil. Zna biti pa malo verjetno v določenih segmentih neugodno. Jaz pa nimam veliko izkušenj s tem. Jaz sem se v bistvu spraševal, če znotraj teh javnih naročil, zato ker jaz nisem nikoli delal v taki poziciji kot ti in znotraj take javne institucije, če mogoče še kaj, ki je onkraj samo teh finančnih stvari, da bi bilo recimo še kaj, recimo, da bi, ne vem, programsko se poseglo, ne, da bi ti mogli zadostiti z javnim naročilom, da ste res preverili recimo za neke umetnike, da so bla bla bla. Mislim, pač očitno tega ni, kar potem v bistvu ni teh omejitev. Mislim, te stvari bi lahko vodile kar v bizarne situacije. Nazadnje bi lahko ti tudi dal ponudbo, pa da umetniki predlagajo, za koliko denarja bojo prišli, pa zbereš pač najcenejšega. To je bila šala, ampak čisto vsega ne moreš zvrniti na javno naročilo. Sploh ne v muzeju. Javni sektor ima veliko enih hakelcev, enih stvari, recimo tudi ne moreš ti kar nekoga zaposliti, ne moreš kar nekega ponudnika, pač en kup stvari je. Ampak ne vem pa, koliko daleč segajo, ker je to obsežen. Ko smo prej govorili o tej razstavi, za katero se boste 3 leta pripravljali, ki se bo izvedla leta 2029, ne? Ti imaš pogodbo za nedoločen čas, a imaš ti kakšen mandat tega joba, ali ste tam zdaj, a boste vsi dočakali to razstavo, tam me zanima, da ste pol tudi na nek način dočakali, ne vemo, investirani v smislu, ne, da ti veš, da se pripravlja, da si del ekipe, ki pripravlja neko razstavo, ki bo čez 3 leta. Ne. Sej, po eni strani je to hiter, ne, po drugi strani pa glede na trenutno situacijo v svetu, v lifeu, da se meni zda zdaj investati v nekaj, kar bo čez 3 leta stalo. Me je sam iz čistega formalnega vidika zanimalo, a imate vi imaš mandat? Ali ne? Ali kako to gre pri kustosih? Jaz sem delal na mandat v MGLC-ju, mandat, ki je bil vezan na mandat direktorce. Tu v Galeriji Božidar Jakac sem pa pač leta 2020 prvič dobil to čuveno pogodbo za nedoločen čas, tako da nimam omejitve. Načeloma sem lahko do penzije tam. Ne vemo pa, a bomo dočakali, ne, to razstavo, ampak... Ali penzijo. Čakaj, čestitke. Čakaj, imam. Ne. Pizda. Imam. Aplauz. Čestitke. To je kar lepa reč. In to leta 2020 dobiti, pazi. Od vseh let. Ja, glih v tem spektakularnem letu se je zgodilo. Ja. Ne, mislim, ne vemo pa, to kot praviš, ne vemo pa, bomo dočakali to razstavo, ampak jaz vedno računam na to, da nihče ni nezamenljiv. Ne. Nekdo, ki bo prišel za mano ali pa za kjerkoli drugim mojim kolegom, bo verjetno tudi sposoben kaj takega narediti. Ne. Nezamenljivost zna biti kar paradoksalna stvar, ne, ker se na koncu izkaže, da kako je že bilo. Cane od Party Breakersov je rekel, groblje so puna nezamenljivih ljudi. Ne. Tako da, ja, vsi smo zamenljivi. Ne. Tako da, če je plan dober,
pa če je ekipa dobra, se bo to v vsakem primeru zgodilo. Ok, pereče vprašanje, ne glede na to, da si zdaj za nedoločen čas, pišeš še vedno tudi kot samostojni. Recimo, da se to kao ne križa konkurenčno z tvojim delom. Kaj pa recimo delo kuratorja oziroma kustosa izven? A imaš kakšne probleme, ti dovolijo? Ponavadi obstajajo neke konkurenčne klauzule po nekem standardu, niti ne po temu, da bi muzej to zahteval. Ja, ne, mislim, seveda za vsako stvar se moram dogovoriti, ne, kar se tiče kuriranja, v bistvu načeloma povem vse, kar imam v planu, tudi če gre za pisanje ali pa poučevanje. Načeloma zdaj nekih kuratorskih zadev imam zelo malo zadnje čase. Mislim, težko rečem, da res delujem kot freelance kurator še zraven. Imaš popoldanski SP? Ne, nimam. Plačujem 50% davka na avtorske. Ja. Zakaj pa? Ker nekdo mora davke plačati. Okay. Ker je na nedoločen čas zdaj lahko. Mislim, jaz to nekako res dojamem kot privilegij. Ne? Mislim, leta 2017 sem se prvič zaposlil redno, do takrat sem bil freelancer, to, da imaš vsak mesec plačo, se mi še vedno zdi privilegij in če dobim še kaj zraven, me ne moti, da odvedem davk za to. Ampak ja, mislim, malo v bistvu zares kuriram. Ne? Pišem tekste, sodelujem pri kakšnih zadevah, delam predavanja, nekako se na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje na oddelku za vizualne komunikacije udejstvujem z neko serijo predavanj in tako na letni ravni. Na zadnje, da sem res imel velik kuratorski projekt, je bil 2024, ko sem bil gostujoči kurator za Kulturni center Beograda in sem delal program 5 razstav od januarja do avgusta v njihovi galeriji ArtGate. To je v bistvu galerija, ki je fokusirana prvenstveno na fotografijo. To je bilo kar zahtevno. No, to je v bistvu že taka stvar, ko začneš pomišljati, Madonna, sploh dosti dopustim, da bom to izvedel. Ker tega seveda ne delaš v delovnem času. Ja, pišem pa veliko, to sem pa vedno. To pa mi je praksa, ki verjetno ne bom nikoli opustil. Tudi mislim, da nisem tle v nekem konfliktu interesov. Je pa res, da treba paziti, da ne pregoriš. Ne? To se zelo hitro zgodi. Si pa zmanjšal kuratorstvo izven galerije zaradi tega, ker pa ti vzamem preveč časa zdaj, ali sam pač ti ne paše zdaj? Mislim, zelo veliko časa vzame in mi zaradi tega ne paše. No? Tako da si lahko privoščiš, da ne delaš še tega. No? Lahko si privoščim, da ne delam. Ne? Mislim, da imam toliko angažmajev na različnih koncih, da bi me to dotolkli. Ampak v končni fazi gre za veliko manjših sodelovanj. Jaz se zelo rad odzovem na to, da me ljudje povabijo, da jim pač nek članek napišem za katalog, ali pa zelo rad pišem v kakih strokovnih publikacijah. Kaj pa kritika? Kritiko sem v bistvu na nek način v veliki meri upustil leta 2017, ko sem se preselil v javni sektor. Delal sem od leta 2007 do 2017 zelo na redni bazi kot zunanji sodelavec za časopis Dnevnik. In to je bilo super, jaz sem blazno užival v tem, ampak dejansko sem padel, ko sem šel delati v javni sektor, v konflikt interesov, ker sem nekako razumel, da kot kustos enega od muzejev v Sloveniji ne bom hodil zdaj v drug muzej in dajal vrednostne sodbe. Tako da sem potem od leta 2017 do 2020 Dnevnik objavljal izključno članke, ki sem jaz rekel pisma iz tujine, ker sem šel v nekam na razstavo in sem pravzaprav opisal tam. Po letu 2020 pa so oni zmanjšali število zunanjih sodelavcev in niso več rabili mojih uslug. Tako da klasičnih kritik že ne pišem ali pa zelo redko. No, mislim, da na zadnje, da sem delal nekaj, čemur bi lahko rekel kritika, da je bila recenzija Dokumente 2022 v Kaslu, pa mogoče še kaj. Kaj pa bereš? Jo? Kritiko? Berem. Ne samo likovno kritiko, berem filmsko kritiko, berem glasbeno kritiko. Blazno me zanima, kaj si ljudje mislijo o določenih zadevah in zelo cenim, če kdo pove stvari direktne. Meni se zdi poklic kritika izjemen. Na nek način mi je žal, da v Sloveniji ne more se vzpostaviti ta figura kot nekdo, ki je v bistvu popolnoma neodvisen. Oziroma, kritik je lahko nekdo, ki bi bil zaposlen na nekem časopisu ali pa na neki medijski hiši, portalu, ampak običajno je
tega je zdaj relativno malo. Običajno so pa kritiki freelancerji, ki pa morajo poleg tega freelancerstva upravljati še job kuratorja ali pa producenta nekje druge in potem zelo hitro zapadeš v nemilost. Ne. Jaz moram priznati, da je biti iskren v kritiki, ne, pa s tem moramo vedeti, da tega ne vzamemo zdravo za gotovo. Ne, se ni nujno, da bom jaz prav, ne, ampak nekdo ti je dal glas, da lahko javno razmišljaš, ne, ali pa reflektiraš določene stvari, v tem primeru razstave. Ni to lahko. Ne. Jaz mislim, da je bilo, veliko je bilo animozitete v teh 10 letih, ko sem pisal kritike v Dnevniku. Verjetno sem si tudi marsikera vrata za kjer drug projekt zaprl, ampak na nek način se mi je zdelo vseeno prav, da pač pišem kritiko. Bilo mi je v redu. Ljudje so mislili, ker je bil to čas, ko sem delal za Foton, delal sem nekaj časa tudi pri STC Ljubljana na videoarhivu Diva. Z mnogimi sem sodeloval, ne, in tudi marsikdo mi je kdaj očital, da v bistvu je konflikt interesov. Ne. Jaz tam delam, zdaj pa druge ocenjujem, ampak preprosto ljudi, ki bi imeli toliko denarja, da bi lahko samo kritiko pisali, ni. Ne. Jaz ne vem, razen če bi podeljevali 10-letne štipendije in bi nekom rekli, ok, 10 let piš kritiko. Ne. Drugo je, da so se na drugih področjih umetnostnih malo bolj znajdli. Recimo imamo literatura, ima svoje platforme, ne, za objavljanje kritik, ima gledališče, ne, si gledal, ima platformo, pa potem še platforma neodvisni, Sigic za glasbo. Likovna umetnost je zaenkrat še bosa, ne, kar se tega tiče. Nimamo te neke platforme, ki bi imela nek budžet, ne, za objavo kritike kot takšne, ampak to je itak izhod v sili. Ne. Jaz bi si želel, da bi bila ta neka kritika, kritična refleksija del množičnih medijev, del teh mainstream medijev in da ne bo pomote. Ne. Mislim, recimo, ko sem še delal za Dnevnik, pa smo kdaj z uredniki razglabljali o tem, koliko je sploh to brano in koliko ni kulturna redakcija na podnu, ne, črna kronika pa na vrh. V bistvu ljudje berejo to. Jaz recimo ful nimam občutka, koliko ljudje to zares berejo. Mogoče za poslušalca zanimivost. Ne, midva Miha sva se glih spoznala na tak način, da si ti v bistvu bil moj mentor za likovno kritiko pri pač enem projektu, ki ga je med drugim organizirala tudi galerija Božidar Jakac. In so pač med mentorji je bila tudi Asta Vrečko pa Goran Milovanovič, pa Saša Nabergoj iz Loškega muzeja. Ja. No, tako da v bistvu kar nek pester nabor teh mentorjev. No, jaz sem pač imela tebe takrat. In recimo takrat nas je bilo kar nekaj, tudi ko smo se prijavili na to, kakor delavnico in recimo, da takrat moj cinizem in safer ni bil še toliko neviško, kakor je zdaj. Ampak jaz recimo zdaj res nimam občutka, koliko ljudje to berejo, koliko ljudje to potrebujejo. Tudi jaz ne znam več zares upravičiti tega, ali ljudje potrebujemo. Zdaj govorim pač za likovno kritiko, ne? Ker recimo filmsko kritiko tudi jaz tu pa tam preberem, zato ker pač vsi gledamo filme, vsi gledamo serije in nas pol tudi mogoče zanima, kdo ima kaj o tem zapovedati, pa če se mi z njimi strinjamo pa tako, ne. Medtem ko za vizualno umetnost likovno se mi pa že nek obisk te iste umetnosti, tega istega medija zdi slab, kaj šele pol, da bi kdo bral, kaj ima nekdo kritičnega o tem zapovedati, z namenčkom, da to velikrat sploh ni kritično, ampak je samo nek opis. Mislim, sodobna umetnost je bolj popularna, kot se nam mogoče zdi. Je pa res, da se pojavlja velika distinkcija, ne? Mislim, ki je logična, ne? Med nekim artist run spaceom pa nekim velikim muzejem, ne? Recimo kot je Cukrarna, oziroma Cukrarna ni muzej, galerija, ali pa, ne vem, Moderna galerija. Ne? Skratka, zanimanje za sodobno umetnost je kar veliko, ne? In mislim, da tudi zanimanje za refleksijo pride do neke mere. Seveda se to ne more primerjati z recenzijami glasbenih izdelkov ali pa filmskih. Ne? Glasba, literatura in film so res v današnjem času in že dolgo pravzaprav mediji, ki so bolj mainstream kot recimo
sodobni ples, sodobna umetnost, vizualna in tako naprej, mogoče tudi gledališče. Tako da, ampak mislim, da ima vse to svojo publiko. Ne. Zdaj, ta delavnica, ki si omenila, je bila zanimiva zgodba. Ne. Zdaj, mentori, ki si jih omenila, smo bili tam zaradi tega, ker nas ni bilo treba plačati. Ne. Mi smo bili vsi zaposleni v eni od teh dveh institucij, Loški muzej ali pa Galerija Božidar Jakac, in smo bili zastojni. Tako smo mi sami sebe delodali, ne, ki ni bilo. Tega nisem ravno delal v pisarni. Bilo je tudi zanimivo, da se je cela ta delavnica zgodila online, ker je bil to čas korone, mislim, da je bilo to leto 2021 in da smo morali imeti pač ta predavateljski del na Zoomu. Potem pa smo rekli smo, da bomo odbrali 10 ljudi, ki jih bomo one-to-one mentorirali. Na koncu smo izbrali 12, ker je bil odziv neverjeten. Mislim, da se je prijavilo 45 ljudi takrat. To vas je bilo na tej uvodni enodnevni predavanjih. Ampak to ni, mislim, sploh ne vem, zakaj smo to naredili. Mislim, da je bilo leta 2017, da smo jaz in Saša Nabrgo, takrat še kot zunanje sodelavca za Galerijo Božidar Jakac delali eno delavnico srednješolci iz gimnazije Brežice, kar je izpadlo ful dobro. In potem je pač prišlo do ideje, kaj pa če bi mi to delali? In smo rekli, ja pa dejmo, vse noben drug ne bo, saj tako ne kaže. Modela se nisem jaz spomnil, model izhaja iz leta 2011 in 2012, ko sem bil mentor na projektu Criticize This, ki je organizirala organizacija SICALT v Beogradu in je za objemu Hrvaško, Bosno, Črnogoro in Srbijo. Skratka, usposabljanje umetnostnih kritikov za področje literature, likovne umetnosti in gledališča. In tu sem v bistvu bil jaz mentor. Slovenija ni bila zraven zaradi jezikovne bariere. Sem tam delal kot mentor in tam smo imeli v bistvu ta princip. Eden na eden mentoriranje 3 mesece. V bistvu smo mladi kritiki, ki so se prijavili, so dobili plačano v bistvu to, kar so objavili. Mislim, da je bilo takrat 50 €. Ampak to je, glede na to, koliko je inflacija, bil to kar dober denar, sploh v Srbiji pa v Bosni. Pač Samo opomnim te, da je trenutno likovna kritika sodeč po Jaku 180. Ok. No, super. Dobra inflacija je bila. 50 € ni toliko slabo za Srbijo, ki ima malo nižji standard, ne? Ni. No, v glavnem, prosili smo jih, da so napisali 2 kritike na mesec, ki so šle potem v ta podoben, kot si ga bila ti deležna. Mogoče za nekatere malo bolj neprijeten, za nekatere malo manj neprijeten mentorski proces, kjer si ti preprost editiral. Ampak to je nekaj običajnega. Tako ti v bistvu v nekih bolj resnih revijah uredniki razsekajo, razčlenijo, komentirajo tekst. Spet v Sloveniji imamo malo teh revij, ki bi imele tak uredniški princip. Jaz sem ga doživel predvsem na časopisu Dnevnik, ampak ne v smislu, da bi nekdo tebi sploh tekst poslal nazaj, ampak ker se je tam šlo, ker je to dnevni časopis in ti si mogel to izjemno hitro napisati, je urednik sam to uredil. Ni te pravzaprav nič kaj veliko vprašal, tudi če bo treba skrajšati. Tako da si se pol zelo hitro navadil, da ne boš nikoli napisal več kot tistih 3500 znakov, ki jih oni hočejo. Ker če ne, bo nekdo drug skrajšal namesto tebe. To je narava dnevnega časopisa, ki je pa dober drill v tem, kako naslavljaš publiko, ki mogoče niti ni iz tega foha. Dnevno časopis je, ki nažalost danes v zelo slabem položaju, dnevno časopis je ne mara upletati z dolgimi stavki, z nerazumljivimi frazami, z tujkami. Potem po uredniku pride še lektor, ki to razseka. Ta tekst, če bi ga včasih lahko pride ven, tudi neprepoznaven. Zato si se moral v osnovi potruditi, da si ga naredil čim bolj razumljivega, direktnega in ne predolgega. A si imel kaj izkušnje tudi z online objavami? Mislim, s časopisem, ki bi bilo online, ki pač uživa. Dnevnik je vedno online objavljal te članke. Je pa delal po tem dnevnem tempu. Ja. Ker jaz sem od ene lektorice slišal, kako zgleda recimo lektoriranje člankov na kakšnem časopisju, dnevnem, tako, ker se stvari objavljajo na, ne vem, pol ure recimo. Ja, članki se objavljajo ne lektorirane, sam tok. In grejo lektorji potem žive članke lektorirati, tako da lahko, če priješ ti na članku se objavil, ga boš lahko čez 10 minut bral drugačnega. To je prednost online člankov, vedno lahko kaj popraviš, ko je natisnem, ne moreš. Ne? Ja, ampak se mi zdi, da je to ta isti pritisk, ki si ti govoril iz dnevnega časopisa, ne? Tam je pač, je dnevni časopis, je še večji, je treba narediti, je treba objaviti. Le pa tok velik pritisk,
toliko nujna objava, da nimaš niti časa vsega narediti. Ja, pri dnevnem časopisju si ti moral objaviti stvar, ne vem, si moral poslati članek, meni so rekli do 2, mislim, da so oni imeli čas do 7, 8, da so še kaj popravili. Ja. Toleranca za zamudnike je bila ničelna, tako da nisi nikoli zamudil tega roka. Ampak to je bil že drill, recimo iz Radia Študent. Tam v bistvu si tudi to zelo na hitro moral napisati zadeve. Šel si zvečer na koncert, možno si ga še napil, potem si moral po 11 ali pa 12 naslednji dan imeti članek napisan, da je šel v lekturo in potem dalje. Potem so ga dali v eter že, ob 3. Tako da vidiš, ne pa to, ko mi objavimo kritiko en dan, preden se razstava zapre. Razstave nam kar potuho dajo, ker dolgo trajajo, to je res. Še zmer zamudiš, tudi če traja 3 mesece. Ja, likovno kritiko, sploh mlajše kritiki, sploh na začetku pač rabijo en cajt. Ja, rabiš nekaj časa. Bil je takrat ena zanimiva opaska, da moram se spomniti, kdo mi jo je dal, ko sem jaz začel delati za časopis Dnevnik. Mislim, da sem imel 29 let, ko sem začel, in opaska je bila pravilna. Vprašanje retorično je bilo, zakaj sam mladi ljudje pišejo likovno kritiko. Likovno kritiko mora pisati nekdo, ki je star 60 in več in je že vse videl. Ampak te pa nočijo. Zdaj, zakaj? To je dobro vprašanje. In v bistvu je kar zanimivo. Tudi, če se vrnem ko skačem nazaj na začetek, ko smo govorili o kuratorjih, pa o fenomenu freelance kuratorja, kar sem tudi sam opazil in to je recimo potrdili mi tudi neki kolegov, vključno Miško Šovakovič v tem intervjuju iz leta 2021, ki je bil objavljen v ta publikacija Vaje v slogu, ki smo z Jakom Babnikom pripravljala v sklopu njegove razstave. Skratka, Miško Šovakovič je rekel, da do česa je saj v tem delu Evrope pripeljal pojav neodvisnega kuratorja, je, da ni več kritikov. In to je nekaj, kar sem tudi jaz opazil, da je zanimanje za kuratorstvo je neizmerno. Definitivno je ponudba večja kot povpraševanje, kar se freelance kuratorjev tiče. Kar se tiče pa likovne kritike, pa noben mislim, je pa zelo malo ljudi, ki so pripravljeni to delati, ali pa ki so pripravljeni to delati dolgoročno in kontinuirano. Veliko ljudi, ki pride, pa delajo to 1 let, 2 let, pa ugotovijo, da to ni dober denar, pa da so vsi jezni na njih, ali pa tako naprej. Ampak je nekaj na tem. Če simpel povem, če si kurator, ti o nečem odločaš, ti nekaj zrihtaš, napišeš tekst, ki je vedno afirmativen do tega. Če si pa kritik, pa hodiš po razstavah, po možnosti kaj popluvaš, noben te ne mara, noben te ne hoče angažirati, ti si gotov na sceni. Sploh pa na taki sceni, kot je tale naša mala čaršija v Ljubljanski kotlini. Tako da... sem glede tega povpraševanja, pa to, kar si rekel. Trenutno je trend tak, da je produkcija razstav zelo nahajpana. Ful delamo razstav, skozi nekaj novega, nova produkcija, nove razstave, čim več razstav v eno programsko leto stlačiti, ker to pomeni, da dobro delaš, da delaš raznoliko, da si zaslužiš mogoče neko financiranje potem končno, bla, 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 da moraš to upravičevati, svoj obstoj kot galerija ali pa kot nek program. In je v resnici ful razstav. Iz tega vidika je pol logično, da je tudi več teh kuratorjev, tudi če so samo 3, ki se menjajo na sceni. Medtem ko slučajno vidim porast nekih časopisov pa nekih revij, ki bi bile pripravljene vsaj minimalno plačati nekim kritikom, ne, tega pa ni. To pa upada, zato kritikov ni. Sej kritikov imaš ti lahko milijon, kaj naj ti kritiki delajo? Se družijo sami v neki sobi zaprti pa se smilijo sami sebi. Se ne, da samo ni porast časopisov, ki bi plačali. Zmanjšuje se število časopisov, ki sploh ukinjajo se, tako kot so zdaj Dialogi šli stran, pač recimo, ali pa še kakšne druge revije, pa tudi, če je mogoče bilo kaj, da ti je nekdo kaj plačal. Pač mi na koridorju moramo prositi ljudi, da bi mogoče kdaj napisali kakšno kritiko in recimo te kritike, ki so seveda mladi, tako kot si prej ti rekel, Miha, ti pa njih ne moreš urednikovati
ne vem, tako kot mogoče si ti mene, da si najprej spluval pa vse prečrtal, ne? Ker recimo jaz sem takrat hotla biti tam, ne? Nisi ti mene prosil, medtem ko v primeru recimo nekega koridorja ali pa predstavljam si, da mogoče tudi študenta, čeprav študent ima nek renome, pa je cool, pa hoče folk hoče za njih pisati. Moš pa ti prositi človeka, zato da ga lahko pol tam napol abuzaš s tistim urednikovanjem, valjda jim ni fajn in se nikoli več ne vrnejo, ne? Še posebej, če so babies, a ne? Ja, to je verjetno imaš prav, ne? Mislim, zdaj, ko govoriš o razstavah, nekih je vedno več, pardon. Še nekaj bi dodal. Ne samo to, da je pač jih ti povplivaš na tako. Dejansko se tudi opažam, da ta elan pisanja in to se kar hitro pade. Pa tudi, če se ljudje izboljšajo, ne vem kaj, ni lahko delo pisanja kritike. Kar zahtevno, ker moraš toliko enih stvari ti noter upoštevati in toliko enih stvari premisliti in prav napisati. Tudi, če kot si ti prej se tako zelo slikovito izrazil, popljuvaš razstavo, še vedno je treba stvari argumentirati. Ti moraš na stvari napisati. Kuratorsko besedilo je mogoče celo iz tega vidika lahko bolj kreativno, ker vseeno si lahko malo bolj slikovit, malo bolj igriv pri kritiki. Če pa hočeš napisati kritiko, ki bo stala za to, da nekaj pove, moraš biti pa zelo strokoven po svojem. Kljub temu, da rečeš, lej, to ni v redu, to ni dovolj, da rečeš, da ni v redu. Ti moraš povedati, zakaj ni v redu. Ti moraš razložiti, moraš imeti ta pogled, zakaj nekaj tako. Torej, prvo moraš iti na razstavo, videti razstavo, razumeti razstavo, prebrati kuratorsko besedilo, ugotoviti, če je tisto kuratorsko besedilo, ki je na razstavi sploh smiselno ali ne, ker je to tudi del tega kot kritik. In potem še premisliti, kako deluje vse skupaj in to. In potem vse to slačiti skupaj in pol argumentirati. In pol ti pride nekdo, kot sem jaz ali pa Maša, ki te urednikuje in ti reče, lej, sorry, ampak a si ziher, da je to res? Ja, pa sej stvar je tudi v tem, da v teh ljudeh, o katerih zdaj ti govoriš, Jernej, so to ljudje, ki še nikoli niso tega počeli in je torej tudi nek ta moment mentoriranja, učenja, ampak lej, komu se danes da to delati pa prenašati za ston, če gre lahko pa rajš kurirati, pa je tam vse fajn. Se zato pravim, da ni lahko delo tudi. Tudi če kuriraš, če ne drugega, ko skuriraš razstavo, pa če delaš zastonj, na koncu imaš tam neki, ki ful ljudi vidi in se počutiš wow, ker si naredil nekaj. Ne? Tudi ta razlika mislim, da je. Kar se člankov pa recenzij tiče, tako da prvi, ki je nadaril, je ravno tak, ki je napisal to recenzijo. Ne? Ta bo prvi neumno izpadel, če česa ne bo dosti dobro argumentiral. Tako da ja, ampak to, rad bi se to navezal na to opazko, v tej hiperprodukciji razstav. Hiperprodukcija, ja, sigurno, ampak drugo vprašanje pa je opazna hiperprodukcija, ampak drugo vprašanje pa je, koliko prostorov, kjer se razstave dogajajo, je pa adekvatnih tem razstavam. Danes v bistvu obstaja tendenca, seveda razstava je lahko vedno nekaj za zraven. Vsak kulturni dom si bo lahko v avli nekaj obesil. Vsako stopnišče lahko postane galerija, vsaka sobca ali pa atelje lahko postane artist-run space. Ampak a res to vse rabimo? Oziroma vprašanje je v tem primeru, kako pravzaprav privabiti publiko, kako biti aktualen. Zdaj, da ne bo pomote, artist-run space, manjše platforme, ki se pojavljajo, so nujno potrebne. Jaz delam v muzeju. Mi v muzeju bomo redko kdaj kaj novega pokazali. Mi rabimo 2 leti, da nekoga razstavimo. V teh 2 letih bo umetnik ali pa umetnica že nekje čist druge. Lahko. Mi smo velika ladja, ki se počasi obrača. Muzeji niso ti, ki prebijajo, ampak so res artist-run space, neki project space, manjše galerije. Ampak vedno se je treba vprašati, kdo sploh ima adekvatne pogoje, da dela razstave. Ker v bistvu spet ponudba razstav je velika, ampak koliko od njih je sploh vrednih tega, da se jim reče razstava. To ampak tudi 100 šit razstav ima kuratorje. Ampak so vsi ti kuratorji plačani? Ali so tudi kuratorji se pripravljeni za stojn delati, niso? So, ja. Se mi zdi, da zdaj je že malo zavesti, da kuratorja, ker ga rabimo, ker je pač razstava je takoj boljša in bolj kvalitetna, če ima kuratorja. Torej imaš kuratorja in pol, valjda, nekaj malega ga plačaš, hopefully. Ali pa rečeš, da ne boš kurator, da bi sam en tekst napisal. Medtem ko ni revije, ki bi hotela, da nekdo za ston piše za njih. Niti tega ni, lahko si sami na svojih Tumblrih objavljamo, zdaj delam krivico, RŠ-u pa koridorju, pa likovnim besedam, pa še pa membrani, pa tako, ampak
ne, ni zdaj niti blizu ni toliko nekih random revij, ki bi hotele zastonj pisce, kot je random galerij, ki hočejo na pol zastonj kuratorje. Ja. Mislim, jaz pri revijah, umetnostnih revijah, predvsem pogrešam več, sploh v Sloveniji, v bližnji okolici regiji pogrešam več materijala online, ker je problem z distribucijo. Ne? Mislim, kje lahko kupiš revijo Život umetnosti, razen če greš v Zagreb, edino knjigarno, ki to drži. Tako da me to bolj zanima. Drugo, mene vedno v bistvu zanimajo revije, ki imajo content, ne, ki imajo vsebino, ki so polne člankov. Zdaj meni revije, ki jih je ogromno, ne, v Evropi in v zahodnem svetu, umetnostne revije, ki v bistvu temeljijo na portfolijih, me popolnoma nič ne zanimajo. Mislim, lahko so mi dobra informacija, ampak ni mi to nekaj, kar bi bral. So pač nek napol PR. Ampak zna biti koristen in tako naprej. Ne. Tako da, ne vem, jaz želel bi si, ne, ker internet to omogoča, želel bi si likovne besede online, želel bi si membrano dostopno online, želel bi si umetnostno kroniko in fotoantiko online in Život umetnosti in revijo Ogled iz Beograda bi si želel online, pa niso. Zdaj, zakaj ne? A jim to zmanjšuje prodane primerke? Valjda ne, ker so vsi subvencionirani. Ne. Zdaj, razlog zakaj ne, se pač potem greš rajš v, ne vem, 100 prodanih izvodov in ful mehne naklade, pa natisnene, ne vem. Jaz podpiram to, da se revije tiskajo. Bog ve, kaj se bo s temi spletnimi stranmi zgodilo čez 30 let. Ne. Papir smo zdaj prepričani, da če je dobro hranjen nekje v kevdru vnuku, da preživi in bomo to nekje ohranili, ampak tako praktično uporabo bi si pa želel več takih platform, kot je Koridor, kot je Radio Študent, kjer lahko v bistvu ti bereš in distribuiraš dalje v bistvu te neke vsebine. Jaz ti za Slovenijo lahko dam zelo enostaven odgovor, zakaj tisk in zakaj ne online. Zato, ker za tisk obstajajo sredstva, ki jih lahko zaprosiš. Za online jih praktično ni. A res? Še zmer ne? Še zmer ne. Edino, kar je, da je za literarno kritiko. To gre skozi. Za tale stvari je pa problem. Tako da se ti najbolj splača narediti neko investicijo, natisniti tisti 2-letna izvoda po skupnih 12 avtorskih polah, jih pač dati ven in pol upati, da dobiš 3-letni program za tisk. Da dobiš tisti drobiž, ki ga spet ni toliko veliko. Ker na koncu dneva, ko začneš malo kalkulirati, koliko te košta plačati ljudi, koliko je tisk, koliko je prevajanje, ali vse te stvari, se našteje stvari. Ne? No, zdaj, ko je bila 35. obletnica World Wide Weba, ne, mislim, da bi bil že čas, da bi tudi kakšna sredstva dali za online publikacije. Ne? Bi bilo v Sloveniji res fino, če bi bila malo manjša distinkcija med online periodiko in tiskano periodiko. Mislim, da recimo primer, ki ga je prej omenila Maša, ne, da dialogov ni več. V Mariboru so se neka mlada skupina kulturnikov dala skupaj in je dejansko zdaj naredila, mislim, da že prvi 2 številki Dialog Klicaj, zato ker jim je umanjkala revija v Mariboru in so pač šli točno na to. Oni so naredili 2 revije, da bo skupno 12 avtorskih pol in so to zdaj na svoje lastne stroške tiskali. To pomeni, zato da bi mogoče lahko potem enkrat se prijavili na kakšen tak razpis. Mislim, da celo na prvi reviji na naslovnici piše v 12 avtorskih polah ali nekaj takega. Tako da prav veš, da ciljajo točno ta en razpisni pogoj. Je kar slabo, kar se tega tiče. In tudi tukaj mislim, da je ta razlika med to hiperprodukcijo, revijami oziroma online platformami, ravno to, ker za produkcijo umetniško je dosti lažje dobiti sredstva. Vseeno, mi smo se kot Koridor prijavljali, recimo na MOL, da bi dobili sredstva, ampak vsi tisti razpisi so napisani v smeri neke produkcije in ti se skušaš prijaviti. Kje boš imel razstavo, v kateri galeriji, kdo bo umetnik, kdo bo kurator. So že pogoji tako postavljeni. Ne? Sej tudi jaz, če se hočem kot samozaposlena prijaviti, pa se hočem kot kritik prijaviti, se zelo težko ušunjam v neko kao vizualno umetnost. Ali pa se najdi znotraj tega. Sej pol pokličeš na ministrstvo in vprašaš, a se jaz lahko prijavim za delovno štipendijo, jaz sem kritik. In ti rečejo, ja, kam pa se prijavim? Ja, tam, ker pišete največ kritiko. Ja,
človek, jaz pišem kritiko za vsaj 3 področja, recimo, ne? Jaz ne pišem kritiko samo za vizualno umetnost, pišem tudi recimo za intermedijo. In pol ne vem, nekdo bi lahko še recimo bil tako in da bi pišel še za film. Čisto komod pišeš za 3 področja, verjetno celo več, ne? Kak status imajo pa podcasti, ki so danes blazno popularni, ampak v večini po mojem videnju in vedenju kar trash, ne vidim, da ste verjetno edina, ki delate na področju vizualne umetnosti. Midva so bila top 1, ko sva dala ven podcast. Ja, ampak nimate pa še konkurence na vajnem področju. Ja, sej, zato so bila top 1. Mislim, drugače pod Axiomo je tudi en podcast. Axioma pa še en se je odprl, še en je začel. Ne, sam je bilo bolj kot teorija. Axioma v bistvu, jaz kar poslušam njihov podcast, moram priznati, ker on ima veliko izjemnih predavanj, ki jih jaz ne morem uživo vse ujeti in pol se seveda kot malo bolj leno zanašam na to, da bo oni itak to čez en mesec objavili in res objavijo in je fajn. To so v bistvu bolj predavanja, ne? Zelo zanimivih ljudi. Aluo je imel tudi zdaj par epizod, ko so imeli zdaj to obletnico lani, ne? So imeli par epizod pogovori z nekaterimi študenti, z nekaterimi zaposlenimi. Sam zdaj ne vem, bodo s tem nadaljevali ali ne. To ne vem. Ja, mislim, podcasti so se vedno, mislim, seveda veliko se pojavljajo, ne. Vem, da sem bil gost v podcastu v Banja Luki, v Muzeju sodobne umetnosti, ker so pravzaprav uvedli, da bojo za vsako razstavo s kustosom ali pa umetnikom. A to je to, kaj je tudi Jaka pol bil? Ja. Aha, ja. Da bojo naredili nek pogovor, ne, ki je v bistvu v obliki podcasta. Zdaj, vse podcast ni nič novega, ne. Podcast je v bistvu radijska oddaja, samo da je tehnologija cenejša, pa da ne rabiš med celega studija več. Še ena pomembna distinkcija je podcast manj radijsko usmerjen v smislu tudi dikcije in govora in vsega, pač malo bolj treše v osnovi. Ja, lahko rečem kurac, recimo. Ja, no, vidim, nimate cenzorja. YouTube tudi nima cenzorja, ali kako že. Ja, mislim, za slovenščino še ne. Saj nisem to, da lahko preklinjaš tudi recimo na slovenskem radiju pač ne bi recimo objavljali nekih vsebin, kjer bi voditelji ne govorili pravilno. Če bi bili na Arsu, bi me zdaj vidva vikala, ne? Ja. Jernej, ti ne bi mogel tako... Ja, ti ne bi mogel v svojem dialektu govoriti, ne, in tako naprej. Jaz tudi ne v svojem, tako da itak bi pol sam Maša govorila. Zna govoriti ki bi dialekt, pa sam preklinjala. Dialekt v srednje Slovenije, tako da, ja. Kerdis je bil. Mogoče bi bil podcast blizu nekemu amaterskemu radiju, tako. To mislim, da bi bilo, to bi lahko rekli. Ampak vidim, mislim, opažam, da je teh podcastov res ogromno. Jaz sledim pravzaprav sam enem, mislim, imam jih več, no, nekih teh angleško govorečih raznih podcastov, ampak tako da prav sledim podcastu Agelast iz Srbije, ki mi je blazno zanimiv in on, pač ta voditelj oziroma avtor tega podcasta po imenu Galeb, oziroma to mu je nadimek, si v bistvu daje res proste roke, ne. On vsakem gostu, ko pride tam in začne preveč na dolgo in široko razlagati, da zdaj pravi, se ti ne bremzati, mi imamo čas. Rambo Amadeus je imel 3 ure pa pol pogovora, recimo. Okay, ampak... In je to v bistvu bilo zabavno. Težko je to v celoti poslušati, ampak je pa privilegij. Recimo, je pa pol, zdaj ne poznam tega Galeba in to, ne, ampak recimo ta format podcasta, ki prevladuje na nek način, ko pa imaš ti nekega voditelja, ki isto pusti gostu, da lapa 3 ure in ga ne ustavi, ne glede na to, kaj ta gost reče, ampak mu samo prijazno prikimava in govori, wow, a res, tell me more. To mi gre pa malo na živce, ne, ker pač v neko ohranjanje neke kritične dikcije, pa nekega levela spoštovanja do poslušalcev, do neke točke, da pač ne pustiš ti gostu, da govori neumnosti. Ja, to je lepa gesta, da tega ne pustiš. Mislim, to moderiranje je blazno pomembno. Ali pa da vsaj izpostaviš, da vsaj izrežeš pol na koncu. Ali pa da si tako, to so neumnosti. Ne da sam kimaš, ne glede na to, kaj reče, pa imaš pa čez en teden gosta, ki govori obratno, pa spet sam kimaš. Ja, mislim, pri intervjujih je nasplošno tako, ne, gre za pisane ali pa govorjene intervjuje, ne. Fajn je, da to nekdo moderira. Tako kot v bistvu vidva moderirata, ker pač eni smo taki, da lahko zapademo v neke neskončne monologe in nimaš niti občutka, koliko časa je minil. Ali pa koga bo to zanimalo. Moderiranje je pomembno, ker v bistvu ljudje nimamo neskončno količino časa, ne, zanimajo nas bistvene stvari. Še bolj je pomembno moderiranje pri javnih
diskusijah, ne, ki so v živo, zaradi tega, ker Ne moreš biti 3 ure tam. Ne. Jaz recimo, ko sem moderator, pa se mi to kar pogosto zgodi, še vedno, da moderiram kakšne okrogle mize, jaz imam zelo totalitaren pristop. Če smo rekli, da bo 1 uro, bo 1 uro. Ne, in tistega človeka bo že nekako stavil, tako ali pa drugače. Če ne pa štrom izklopiš. To se je kaj slišalo, ja, tako zelo. Ne, bolj kot ta časovna omejitev mene moti pač ta vsebinski del. Meni se zdi glih pri podcastih super, to nekatere sicer moti, ampak jaz rečem pač zmer daš lahko pauzo, pa nadaljuješ ali pa sam skenslaš. Če imaš ti neke podcaste, ki so dolgi 3 ure, jaz pri podcastih, ki jih poslušam, pa so mi všeč voditelji, pa tako, ko vidim, da traja 3 ure, sem happy, jaz sem tako, wow, jaz lahko cel flat pospravim, da kako bo to dobro, ker bom 3 ure to poslušala, vmes bom dala pauzo, pa tako nadaljevala, ne. Ampak nimam sploh problema s to dolžino, imam bolj problem z vsebino, ne. Ko začnejo ljudje res neke gluposti govoriti, pa neke škodljive stvari, pa še posebej, če gre za nek dialog, ne. Pač, da ti prijazno kimaš, pa si vljuden, pa me poslušaš, midva z Jernejem imava to neko srečo, da sva tukaj 2 in da sva si do neke mere različna. Če ne drugega, bom jaz njega prekinila, ali pa bo on mene, ali pa bo en drug od naju popizdil, ne. Pa se pol to malo zgliha, tudi če nekdo govori gluposti. Jaz sta kontrola en drugemu. Ali pa da se vsaj pove, to so pa gluposti, zato da ima lahko poslušalec, ki pač nepozorno samo posluša in ne razmišlja zraven po možnosti, da se ga opomni, ne, da mogoče 2 možganski celici vklopiti zraven, pa je. Jaz zdaj ne govorim, da jaz genialne stvari govorim, ampak že sam to, da v ti nek pogovor dodaš neki dvoma, pa nekih pomislekov, pa vprašanj, pa mogoče kakšnih nasprotujočih si mnenj, se mi zdi, da je lahko edino dober, kakor pa da se samo trpljaš po ramenu, pa se greš, da si Joe Rogan. Ja, nič njega še nisem poslušal. A poslušate Boruta Pahorja kdaj? Ne, jaz ga nisem še. Jaz tudi ne, nisem niti vedel, ima podcast. Mama, pa še marsikdo drug. Jaz sem mislil, da je samo tako Instagram babe, ampak očitno je tudi podcast. Ja, gremo mogoče zdaj še na te... Ful bo te rezala. Ne bova to rezala, veš? Ne bo to. Po mojem, da ne. Boruta Pahorja. Ne, Borut Pahor gre po mojem ali na začetek ali na konc. Stop. Gremo zdaj še na ta mogoče čista kratka rapid questions, ki se mi zdijo mogoče zanimiva. Ok, enka ni čist rapid, ampak sem ga vsem hotela vprašati, ker se mi zdi, da bi Miha mogoče znal to zanimivo, na smešen način ali pa vsaj dobro povedati. Miha, kaj je point arta? Zakaj mi rabimo umetnost? Ti, ko si tudi na nek način kritičen do scene, pa do umetnosti, pa do vsega, si mogoče na podoben način nadrkan, kakor jaz. Povej mi, kaj je point arta, zakaj investirati v art, čas, cash, energijo, kako odgovoriti na to, brez da rata naš poklic kuratorja, kustosa, kritika, pisca, producenta, še bolj vprašljiv ali pa obsolit? Ja, jaz sem v bistvu idealističen, lahko optimističen v tem segmentu. Jaz mislim, da je umetnost... Umetnost, po mojem mnenju, nam lahko pomaga, da malo bolj razmišljamo o stvareh. Ker je lahko nekonvencionalno. Govorim lahko, ne. V vsakem, kulturna industrija, ki ni nujno enako umetnost, ampak je umetnost neizbežno del kulturne industrije, je zelo kruta, ne. In v bistvu zahteva formule in konvencije in mnogim podležejo, ampak umetnost kot takšna predstavlja stvari na drugačen način, ne. In zdaj, če sem še malo bolj direkten, zakaj umetnost, pa zakaj investirati v njo, je zato, ker če bi shodil sam v shopping mole, pa na bencinske črpalke, pa na šiht, bi se nam zmešali. Verjetno. Ampak govorimo o umetnosti širše. Predstavljajte si življenje brez glasbe, življenje brez knjig, življenje brez neke vizualne kulture. Ne. V končni fazi, če bi bili mi zelo kruti in zelo darwinistični, bi rekli, se to se nič ne splača. Ne. Važno, da imamo bencinske črpalke, skladišča, pa shopping mole, lahko pa še šole, pa zdravstvene domove v kino, ker se itak ne splačajo. Ne. V življenju se stvari ne rabijo splačati. Ne. Zdaj, investiranje denarja v umetnost, seveda vsaka stvar zahteva sredstva. Umetnost je relativno pocen v primerjavi z določenimi drugimi zadevami, ampak mislim, da je nujna. Zdaj smo pač v času, ko pač brez te institucionalizirane umetnosti ne moremo, ker je pač sistem tak mogoče, ampak obstaja pa tudi umetnost, ki prihaja, če se izražim v angleškem izrazu bottom up, ne. Obstajajo ljudje, ki imajo preprosto potrebo
po izražanju in pač to delajo, ne glede na to, ali bo je to javno predstavljalo v dobri ali pa ne tako dobri galeriji ali pa gledališču ali pa koncertni dvorani. Mislim, da obstaja tudi neka potreba ljudi, da delamo nekaj, kar je izven okvirjev. Ne? In umetnost običajno je takšna. Ne? In moraš razmišljati, ko delaš umetnost, ne? Če bi vzeli zdaj list papirja in poskušali, ne vem, narediti eno najbolj preprosto kompozicijo, bi se verjetno kar namučili, da bi to naredili, ker moraš začeti razmišljati prostorsko. In ko to gledaš in če te seveda to zanima, boš isto moral razmišljati o tem, kaj vidiš. Ne? In tle mene v bistvu pri umetnosti niti ni strah. Umetnost ljudje, ko vstopijo v galerijo ali pa ko grejo v gledališče ali pa gledati film, vejo, da bo tu nekaj, kar si bojo morali vsaj malo razložiti, da jim ne bo vse dano v usta ali pa v možgane. Bolj me skrbi za neke druge stvari, ne? Za generalno vizualno kulturo, za generalno medijsko krajino ali pa družbeno sfero kot takšno, ne? Da v bistvu ljudje vedno manj berejo med vrsticami. To pomeni, da če bomo šli tako naprej, ne, v smislu, lahko kot referenco v spomin prekličem film Idiocracy, če ga je kdo od vaju gledal, bomo verjetno ostali tudi brez satire in humorja, ne, ker za to rabiš kar dober intelekt, da lahko to razumeš. Ne. Skratka, mislim, da umetnost dobra za kognitivno delovanje človeka, preprosto. Tako da ja, za to. Prej si omenil tiste, ki pridejo gledati umetnost oziroma konzumirati umetnost in tiste, ki jo delajo, ne, kot umetniki. Zdaj, mi trije kle smo tisti ljudje vmes, ne, tisti, ki delamo z umetniki, zato da naredimo nekaj za tiste, ki pridejo gledati umetnost. Ne. A imaš kakšen magic nasvet, glede na to, koliko časa že delaš na sceni, kako ne izgoreti, kako narediti, da se ti stvari ne porušijo, da se ti ne zmeša, da mogoče kako se obdržati, kot una mucica na tisti vrvici, na unem mimu, ne? Kako se obdržati neke bilke, da pa mogoče vse to ima nek smisel, pa da je včasih treba tudi potrpeti. Ali pa ne, ja. Ali samo vse poslati nekam. Ja, zdaj sem malo digresija. Ne? Na začetku si rekel, ne, da smo pač mi vsi trije neke vrste mediatorji. Ne? To je kar pomembna vloga. Verjetno se tudi vama dvema kdaj zgodi, da kdo, ki samega sebe dojema kot analfabeta v umetnosti, vpraša, da mi ti to razloži. Obstaja v bistvu v določenih disciplinah umetnosti večji strah pred to materijo, ki ljudje gledajo kot pri drugih. Ne? Zdaj, ko poslušamo muziko, te bo redko kdo vpraša, da mi ti razloži, kaj zdaj te špilajo. Ne? Ti si pač ustvariš mnenje. Pri filmu isto, ne? Ker so ljudje bolj nekako blizu temu. In jaz v bistvu običajno ljudem, ko me sprašujejo, ne, kako bi jaz zdaj to razložil, preden poskušam to razložiti, rečem, da je v bistvu čisto en. Sam ne med straha pred materijo. Ti si lahko misliš, kar si češ o stvareh. Ne? In to neko predznanje daleč od tega, da bi moralo biti pomembno. Ne? Zdaj drugo, no, to, kar pa sprašuješ, kako ne izgoreti, ne, v vsej tej hiperprodukciji. Jaz mislim, da smo vsi, ne, tudi ljudje, ki v javnih zavodih delamo in ljudje, ki so zaposleni v zasebnem sektorju in freelanceri, da smo vsi nekako preobremenjeni. Jaz ne vem, mislim, govorite to vidva, ne, ki ste kar nekaj mlajši od mene, govorijo to skoraj vsi moji kolegi o tej preobremenjenosti. Ne, zdaj gre za nek družbeni fenomen, ker hiperprodukcija ne obstaja samo v vizualni umetnosti, pa v glasbi, da je vedno več koncertov. V bistvu hiperprodukcija je povsod. V medijski krajini. Nazadnje, jaz nimam televizije, ampak ko sem pri prijateljih, ki jo imajo, ugotavljam, da televizija nima več samo 20 kanalov, ampak jih ima 400. Skratka, hiperprodukcija je povsod. Ne? In zdaj jaz ne vem, čemu bi to pripisal. Na nek način je verjetno to v taki širši sliki posledica te naše potrebe po vse večjem produciranju in vse večjem konzumiranju. To je ta gospodarska rast. Vsak let moramo imeti 2% več nečesa, 2% več moramo sproducirati, 2% več moramo porabiti, nas pa ni vedno več. Kaj to pomeni? Da moramo vedno več delati, da bi lahko vedno več trošili. Tako da včasih se je fajn nazaj držati. Moj problem je ta, da sem malo hiperaktiven, pa da rad te zadeve delam, pa da imam tudi doma, ne, v
družinskem okolju zeleno luč pri tem, ker tudi moja žena taka, da preveč dela. Ko pa pride do resnih v bistvu teh nekih zametkov burnouta, se pa treba malo ustaviti. V bistvu v neki širši sliki je to vse kar precej nepomembno, kar mi delamo. Se zato vprašam, ja. Če pol to vključiš v proces svojega poskusa reševanja iz burnouta, ti ne pomaga. Ne. Mislim, ne govorim jaz, da je umetnost nepomembna. Nepomembno je marsikaj. Nepomemben je marketing, nepomemben je pravna stroka, ki nam komplicira življenje, ali pa birokracija. Mi smo v bistvu v enem takem čudnem kolesju, kjer v bistvu se vedno... Svet je kompleksen. To je neizbežno. Bolj, ko gremo naprej, bolj bo kompleksen, ne more biti manj kompleksen. Ampak mislim, da mora vsak od nas najti to pravo miro. Moja neka prava mira je, da nekaj ustrajam, dokler mi je to fajn. Ko se enkrat začnem zjutraj zbujati, oziroma bom še enkrat, ko se začnem enkrat sekirati in mi ne paše zjutraj iti na job, bom verjetno ta job probo zamenjati. In ko mi neka stvar začne resno presedati, bom po vsej verjetnosti nehal s tem. Je pa to težava. Mislim, jaz vem, da so pričakovanja velika. Recimo, ti si freelance kustosinja? Kuratorka. Nimam zbirke, Miha. Ne, nimaš zbirke. Ja. Saj ne umetniške. Freelance kuratorka in kritičarka, sigurno te veliko ljudi skozi rabi. Zdaj, kako jim rečeš, ne, to je pa svoj vrstna umetnost. Maša, ti si kustosinja svoje lastne umetniške zbirke domače. Ja, ful lepo skrbim za njo. Ja, visi na stenah. A bi še ti kaj vprašal za konec, Jernej? Mislim, smo kar veliko povedali. Ja, smo veliko povedali. A tebe kaj zanima, Miha? Ja, me zanima. A bi ti kaj vprašal? Ja. Čakaj. Jaz sem zdaj naredil mini callback, zato ker to nismo nikoli odgovorili. Miha tukaj vprašal. Ti si vprašal, kaj pa za podcastom in to. Nimamo pojma, ker nisem še videl nobenih razpisov, ker bi se lahko podcast zares kot sama forma prijavljati, tako da se lepa, da najbrž ni nič. Ja, no zato zapakiramo podcast v vse drugo, kar se da, kar smo ugotovili, da se da. No, ja, kaj si nas hotel vprašati? No, mislim, zdaj, glede na to, da imate tematski sklop kuratorstva, kdo vam bojo gosti v kuratorskem sklopu? Mislim, koliko različnih tipov kustosov ali pa kuratorjev lahko pokličete, da bo ravnovesje dobro in raznolikost zadostna? Mislim, kar so se pogovarjali, nekaj so imela že, v bistvu, vse skupaj ratore z tega, da so imela že neke sezname ljudi in pol sem jaz malo gledal in jaz sem pol ugotovil, da mogoče letos bi bilo pa lepo, glede na to, da sem imela toliko umetnikov in vsega tega in da se pač vedno tudi malo dotaknemo ponovadi, ko se pogovarjamo z umetnikom tega ozadja, pač produkcije in vsega tega. No, vse to je bilo tudi zaradi prijave. Smo pa rekli, kaj pa če letos naredimo prav nek cikl, pa osmislimo zadevo. Gremo na kuratorje oziroma pač tudi vse, kar pride zraven kuratorje. Torej vse smo rekli, da se pač zraven še producenti pa PR-ovci. Tako da to se nekako lima zraven. Zato, ker se nam se pač meni zdelo in jaz sklepam tudi Maša, ker se pol strinjala s tem predlogom, fajn, da osvetlimo ozadje, vse to, kar je potrebno za to, da v bistvu ena razstava rata. Zdaj, če imaš artist run space, bi lahko tudi artist svoji fucking garaže postavil slike gor, ampak večina razstav, ki se zgodi, potrebuje, sploh če govorimo o nekem okolju, kjer so zraven tudi finance, potem je tukaj takoj producentsko delo, kako dobiti stvari, če to ni neka čisto enostavna stvar za sproducirati, kako o tem komunicirati, torej PR in kurator zraven, tudi kako komunicirati publiki, kako komunicirati javnosti, kako komunicirati medijem. In smo želeli pač pokazati cel ta aspekt skozi več gostov, skozi različne profile gostov, da vidijo malo ljudje, ki bojo poslušali pač naš podcast, kaj dejansko to pomeni, kako to zgleda znotraj različnih sektorjev. Se tudi midva v bistvu se dejansko ful naučiva zraven, zato ker tudi midva ima ful enih čisti sklenih vprašanj, ker je tako, tega ne poznamo, kako zgleda. Zdaj, a imaš neko, recimo za javni sektor, recimo, ko smo se danes pogovarjali, se midva imamo neko predstavo, približno, neki se srečaš, ampak ne veš dejansko, kako ta mašinerija deluje in koliko je ta mašinerija lahko različna od recimo nekega nevladnega sektorja, s katerim se dosti bolj srečuješ. Recimo, to govorim zdaj iz naše perspektive. Nekomu je mogoče malo drugače. Kar se tiče gostov, sva pa razmišljala, da bi rada imela pač ljudi, ki so iz nevladnega sektorja,
ki delajo tudi ljudje, ki delajo z različnim tipom umetnosti, torej mogoče bi imeli recimo 2 z nevladnega sektorja, ki je bila različen tip kuratorja, pol nekoga kako se ti recimo z javne inštitucije kot kustosa, tako, ali pa recimo kot smo imeli Alenko pa Feli iz Cukrarne, ker recimo tudi javna inštitucija, ampak je mestna galerija, ne? Oziroma pač jaz spada pod mestne galerije. Potem, kaj smo imeli še ne par drugih nevladnih sektorjev, ki so pač nevladne organizacije, so si dosti različne. Imaš nekatere, ki so bolj institucionalizirane, nekatere, ki so bolj nove, bolj mlade in sveže. Ne? Recimo, če bi dobili... Ja, pa tudi različne generacije, ljudje, ki že dolgo časa delajo, ljudje, ki malo časa delajo, mogoče tudi kakšne galeriste, mogoče nekoga, ki je zraven tudi umetnik, ali pa nekoga, ki je zraven nek ekonomist ali pa kaj tasga, ki mu gre mogoče bolj business oriented, mogoče bolj prodajno oriented. Tako, pa tudi recimo različne. Nekdo, ki je pač samostojni kurator, ne, tako kot se ti. Recimo, ja, nekdo, ki ni nekje. Ne? Eden od pogojev je tudi to, da so ti ljudje dejansko pripravljeni tudi pridati sem. Ne? Aha, tudi to se zgodi. Ja, no, mislim. Mislim, za zdaj niso še nobenega zares vprašali, da bi rekel prav ne. No, ampak zdaj pa temeljno vprašanje, evo, da smo kustosi in kuratorji, ki smo lahko na pol državni birokrati, ful bolj dolgočasni od umetnikov za pogovor. To je pa res toliko odvisen od človeka do človeka. Tudi, ker beden generičen odgovor. Bravo, Maša. No, pa sej, ne, nasplošno, mogoče je bolj, ja, ne, sej, mogoče, ja, ne vem, kako bi se obnesla kot gostja v takšnem okolju. Ne? Se mi zdi, da najboljši, ne nujno kustos kurator, ampak najboljši gost, vsaj kar se moje izkušnje tukaj tiče, je nekdo, ki pač je do neke mere opinionated in je pripravljen pač malo govoriti, pa po možnosti je še malo siten pa zoperen, pa pač ima vibe, da se čez nekaj še pritožuje. S takšnim se je najboljš pogovarjati, pa tudi zapet se je lažje s takšnim, pa potem neka oboje stranska, v tem primeru ta trikotnik žalosti, debata pade, ne? Da ni mogoče stvar samo neko monotono razlaganje, s čimer obviously ni nič narobe, ampak se mi zdi, da mogoče čisto za neko dinamiko epizode včasih paše, če se na neki točki mogoče kje ne strinjaš, če je mogoče nekdo res strasten glede neke teme ali pa ima neko mnenje, ki je ekstremno ali pa radikalno, pa se s tem potem da mogoče nek content ustvariti. Ne, da sem zdaj nek content creator, ampak za poslušalca, da pač ni dolgčas, ne, si predstavljam to. Yeah. Ali pa da ti nekdo pove nekaj, kar si sploh ne pričakuješ. Pač nekaj čistko in si, ok, to je pa ful zanimivo, to nismo nikoli niti pomislili. Ja, edini problem je, kar ni problem, ampak pač je to, da imaš občasih občutek, da bo nekdo imel ful veliko zapovedati, ker ima za veliko zapovedati, ampak ne pred mikrofonom. Ne. Ja. Kaj je bilo prej tisto o drogah? Ja, ne vem, sem to jaz rekel. Ne vidva žica za droge. Ja. Ne, to smo neki zasledili, to so neke obveščevalne skupine so neki povedali, ne? Kaj črne skrinjice? Ja, pa to. Veš kaj, lobby Asto zdaj povabili, da pride. Asta je isto bila kuratorka. Dejansko bi bilo full fine med Asto, po mojem. Tudi zato, ker je zdaj ona še v nekem tem čist drugem. Mislim, da ta trenutek Asta nima časa. Ampak mogoče pa ga ima, ne, zdaj prije tako povedati vse, kar ni bilo narobe pri njih. Ja. Asta, pridno. Se poslušaš, ne, Asta? Zaključimo? Okay. Drage poslušalke in poslušalci, hvala za poslušanje, hvala Miha, da si prišel k nama v studio. Glasbeno podlago za intro in outro sta pripravili Ema Kobal in Urška Bajec v Šmrl. Pejte si pogledati kakšne razstave in napište ga kakšen komentar, če ste bili na kakšni ful slabi razstavi. Jaz bi ful, da imamo kakšen discussion v kakšnih komentih, sam pač nikoli noben nič ne napiše. Lahko tudi anonimno, a bom jaz mogla pisati. Sama sebi komentar. Ja. Okay. Slabo. Adijo. Čau. Čau. Razen če bi imela autotune na vokalu, da se ne glasi. Anonimni kritiki. Anonimna kritika je vedno pizdarija, takoj pride do... To je že kar tak kotiček, klub anonimnih kritikov. Ja, teh je že v bistvu na Facebooku full. Ne, tako prav, da pridejo sem. Po mojem, samo anonimiziraš jih. Razen če, še en format je pa to, da pokličeš 2 človeka in reče, zdaj pa vidva povejta, kaj si mislita, ne vem, razstavi Valida Rada v
moderni galeriji in se skozi diskusijo zgodi. To so lahko. Ampak folk ful noče svojih mnenj govoriti. Noben ne bo nič povedal o tej razstavi, ker se noben noče moderni zameriti, recimo. V Ljubljani so pičke, ne vem. Mislim, v Ljubljani, a drugi v Murski Soboti pa ne, okay. Kaj pa vem, mislim, so Štajerci malo bolj direktni. Jaz se strinjam, sam veš, koliko je drugač pol, ko jim pržgeš klele. Mislim, ljudje naradi dajo mnenje, ker Slovenija ni zares država, ampak je plemenska združba. Premečkeno smo. In pač ves čas vodiš računa o tem, da se boš nekom zameril. Sej to tudi jaz počnem, samo da pač jaz sem že malo desperet. Ne se ozirati na to, veš, kot čist nič ti ne pomaga to na koncu. Ljudje, ko so buli, bojo ostali buli. How about am I the baddies? Am I the bully, Miha? Ne, ti si ful prijazen. Noben ga ne skurcaš v člankih. Malo, no, tako ne zares. Meni še nisi rekel, da je škoda elektrike za to razstavo. To sem vse enkrat najrešil napisal. Pa sem pol kar včasih mi je ful kar maile poslal, veš, tako, kao, jaz se pa ful ne strinjam s tem, kar si ti napisal. Sem nikoli nisem odgovarjal, ker sem mi zdaj tako, whatever, mislim, kaj bi zdaj še. Jaz sem zdaj že enkrat dobil telefonski klic od nekoga. Po telefonu je bilo pa redko, da bi se kdo javil. Dejansko sem dobil telefonski klic in